če pač ne gre, je včasih mogoče boljše res prekiniti ob svojem času, da se ti res še bolj ne zmeša. Živja, mi da sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama? Danes je z nama Pia Filipčič. Hej. In pol je ona uletela s temo, o kateri bi lahko v današnji epizodi govorili, in jaz sem bila šokirana. To vsi tako radi rečejo, človek se ne more spremeniti, res se ne da spremeniti, ampak da se pa prilagoditi. On je tebe po 2 mesecih, ko sta bila vidva skupaj, zaročil. Ker če ti je nekaj namenjeno in nekaj usojeno, se bo to zgodilo. Sam pač mora priti pravi čas za to. A je bil tvoj prva ljubezen on? Pa če sem dejansko z njim odkrivala sebe. A pa si ti prvi tako orgazem po operaciji z njim doživela? A se ti je zdelo, da imaš tako večji pritisk, ker si že zmagala, da moraš zdaj še enkrat? Jaz mislim, da se me v vseh pogledih ful bojijo. In jaz sem že izpolnila prijavnico na Halo. Nikoli se s partnerjem niso posnela med seksom in potem to objavila na internet. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Jaz sem vedela, da si bila ti v Big Brotherju, ampak zdaj sem šele ugotovila, da si ti zmagala Big Brotherja. Ampak to je bilo že 10 let nazaj, kar se mi zdi, da tako, če pomislim, zdaj 10 let je ful veliko obdobje, ampak se pa vseeno tako hitro obrnilo. Se mi zdi, da, ampak kot si to rekla, ful ljudi se mi zdi, da je to že pozabilo. Mogoče ve približno, da je takrat, da sem bila neki, pa to tako, da zato sem tudi zdaj rekla, mogoče ta kmetija neka usoda, a ne obletnica lepa in mogoče mi spet rata zmagati. No? Te je kdo prepoznal, ko si prišla v kmetijo? Je bil kdo tako, čakaj, ti si zmagala Big Brotherja? Ja, jaz se mi zdi, da so vsi vedeli to. No. Zdaj pa, če niso, je nekdo to pač sigurno začel o tem govoriti in pol se je to razširilo. Tako da se mi zdi, da, ki so me tudi spraševali, kaj zdaj, če bo kdo to te prepoznal, če te ne bo. Nekaj o tem nisem niti razmišljala, sem rekla, bom go with the flow. Ampak so pa kar vsi vedeli, tako da nisem rabila neki se ful specifično ne predstavljati, ne Se te zaradi tega, kaj bolj bojijo, ker si že zmagala enkrat? Pa jaz mislim, da se me v vseh pogledih ful bojijo. Okay. Pač, mislim, jaz sem to tako presenečena bila že not sploh, zdaj pa, ko gledam za nazaj, skozi sem bila na neki tapeti, pač predvidevam, ker sem močna konkurenca, vseeno, to je prvo, lahko porečejo oni karkoli, da so krive kavice, cigaretki in ne vem kaj vse, ampak če pogledaš to tekmovanje, ki se boriš in se mi zdi ta močna konkurenca, je vedno prva za odstrel, a ne? Pol pa lahko ti nekaj ovijaš, pa je to, pa uno, a ne? Ampak pač jaz sem zdaj trenutno v taki poziciji bila, da se niso mogli na mene spraviti, a ne, se mi zdi, da je to, če je rekord sploh, da je bil kdo tolikokrat glava družine, a je bil dejansko. Še posebej ne zapored tolikokrat, a ne? Tako da zaenkrat me rešuje klobuk, kaj bo pa dalje, pa ne. Ja, ti veš, mi ne vemo. Drugače, ti si tisto nagrado potem takrat namenila operaciji spremembe spola. Tako. A to je bilo prav, si šla s tem namenom, da ta denar zbereš, si šla takrat v Big Brotherja? V bistvu ne. Takrat sem jaz šla v Big Brother, imela sem takrat 21 let, noter sem praznovala pol 22, tako da sem bila ful mlada. Nisem še imela neke ful jasne vizije, ne življenja, ne karkoli. Vedela sem, da se pač rada zabavam in da bo to neka mi, po mojem, zabavna stvar bila, bolj kot ne. In sploh nisem razmišljala ne o nagradi, o bilo čemu. Bil mi je cilj, pridem not, ajde, da vsaj prva ne izpadem. Ker se zdi, da to, ko greš v tak šov, je to nekako vedno da se ne obrukaš lih prvi teden. In potem nekako so tisti tedni se obračali, 1., 2., 3., 4., 5. in še vedno nisem imela tistega občutka, ok, bom zmagala, ker tam ti nimaš pa res stika z ničemer, ti si zaprt v zaporu, a ne, ni vseeno tako, da imaš neke ljudi, produkcijo, da vidiš. In nimaš ti občutka, kaj se od zunaj dogaja. In jaz tudi tam je bil spet nek boj za preživetje mi v glavi, sem samo pač razmišljala, moram to preživeti, moram biti čim bolj se nekako normalno pokazati, zdaj pa, da bom zmagala in da lahko zmagam, pa se mi zdi do tistega zadnjega trenutka, ko so me razglasili za zmagovalko, nisem sploh pomislila. Dejansko, še pol, ko sem zmagala, sem bila jaz kva? Če bi planirala, bi mogoče težje zmagala, če bi tako razmišljala skozi o tem. Ja, pa ker jaz sem tako že nasploh tak človek, da neki, pač vem, kaj si želim, vem, kaj so neki moji cilji, ampak se mi zdi, da bolj kot ti neki
pod vsako ceno hočeš in narediti in dosežti in pač ne gledaš na ljudi, ne na okolje, za nekih dosego svojih ciljev, se mi zdi, da potem tak človek redko doživi to, kar si želi oziroma doseže. Tako da jaz pač nekako vedno se ravnam po temu, če mi je nekaj usojeno, se bo to zgodilo in v tistem trenutku, ko je to namenjeno mi. Pač to je bil tudi proces, da sem do tega prišla spoznanja, ampak se mi zdi, da to je nek način, ki se mi zdi potem lahko dejansko si urediš neke zadeve, kot si jih želiš. Kater šov ti je pa bil težji za preživeti not? Ja, kmetija, definitivno. Res? Ja, Ni definitivno. težko tam v Big Brotherju, kad ko ni nič in ker tam si zaprt. Tako bom rekla, oba šova sta bila težka. No. Ni, da zdaj bi zbirala, kjer je boljši, kjer ne, ampak tukaj je bilo težko odnosi in ljudje. Ker v Big Brotherju vseeno sem bila mogoče obkrožena malo z bolj enakimi meni, pač je bila bolj neka taka prijetna energija, ni se čutila neka tekmovalnost. Tu pa vemo, kakšna je kmetija, prideš not, to je takoj taktike. Ja, to pa ti, ja, moraš delati, pika. Ne, se hecam, pač ne. Dejansko tle čuti se ta napetost, čuti se ta borba, ki jaz ne vem, nisem gledala prej, gledala sem sicer kako kmetijo, nisem tako podrobno gledala, če je to vedno tako bilo, da je bilo tako na nož, je bilo, tako na hard, a pač dejansko je tako, da se To prvi teden imajo že te klane, pa tu, da bojo šli do konca in vse skozi, ja. No, ker jaz sem dejansko, tako sem se pripravila, mogoče bo kaj takega, ampak jaz, kot sem rekla, jaz se bom držala za sebe, če bo kdo, ki bi mi pasal, se bom z njim družila, zdaj pa, da bom jaz šla tam na vse ali nič, pa ne vem, kaj delala. Mogoče zaradi tega izpadem zdaj neki neumna ali ne vem kaj, pač kaj si pa prišla pol tam delati, ampak jaz se mi zdi, da vsak pač ima pravico izbrati svoj način borbe tam noter. Jaz očitno sem toliko časa delam neki prav, ki mi očitajo, pa ne delo, pa ne taktiziranje, pa si uno, pa si to. Kot pravim. Ja, kar gre ti nekaj, tu pa sploh se ne trudiš. Ja, no sej to, mislim, trudim se, kot sem rekla. Jaz sem delala na temu, pač delala sem na odnosih pristnih, jaz tistim, ki sem se res razumela, ni pa kot zdaj, ki vidimo, a ne, ko so te trdne bratovščine in bratje in sestre in ne vem kaj vse, kako se to prodajo pol za tako. In pač jaz nisem taka. Jaz, če sem se z nekom dobro razumela, bom pač prej to držala ta odnos in to pristnost, kot pa, da bom zdaj, ne vem, ob zmago ali ne vem ob kaj, ker se mi zdi, to mi tudi ni bil cilj tega, sploh moje pač udeležbe v tem šovu. Okay. Ja. Cool. Ja, v glavnem. To sem te še hotela vprašati. Jaz sem bila tako več sestavljen uvod, kam bomo povedala, ampak smo se že, da smo že malo šli bolj globje. Ampak, a se ti je zdel, da imaš tako večji pritisk, ker si že zmagala, da moraš zdaj še enkrat? Ali ti je bilo tako, se sem že eno zmagala, pa tudi če te ne zmagam slučajno? Mogoče misliš tako v meni, v tebi. Jaz. Pa iskreno ne, spet je bila ona ista in istelo, sam ne izpast prvi teden. Pač dejansko, tako sem šla, sem rekla, ne se nekaj obrukat, je pa bil mogoče malo večji pritisk, ker, kot sem rekla, v Big Brotherju sem bila ful mlajša. Takrat tudi malo nisem imela toliko tistega občutka, da to gledajo da gleda moja družina. In takrat je bilo kar malo težko, no, za vse to, pač takrat je bilo tudi veliko alkohola smo noter imeli. Pač je bilo kratko, se mi zdi malo, zdaj to, ko gledam za nazaj, ne razumem moje starše, ne, je bilo kar malo težko to gledati vse skupaj. Čak, jaz nisem tistega Big Brotherja gledala, tako da jaz sploh ne vem, o čem govoriš. Pa po mojem še kdo, ki zdaj to posluša, nima pojma, kaj to veste alkohol. Kaj pa ste počeli potem take? Mislim, nič kaj takega zdaj bizarnega ali karkoli, ampak vseeno tako. Vse iste stvari, ko jih drugače počnemo na zabavah. Tako, ljudje se snemajo, nas ne nobeden. Zdaj pa si predstavljaj, da te starši gledajo, ko greš ven vsak vikend. Ja, pa se pa kdaj kdo ljubčka, pa se kdo skrega, veš, pa se kdo, ne vem, za butastih stvari skrega in v bistvu vse čisto normalno, ne? Ampak ni pač kamere zraven, ne? Tako da to mi je bil pač edini cilj zdaj, da mal moram mogoče popraviti ta imidž te party girl, ki sem ga takrat imela, pa tudi pol po Big Brotherju se mi zdi, se me je držal kar nekaj časa in ker pač v sržu sem pač še vedno tista mirna, pridna punca, ampak takrat mogoče ni ta del mene toliko prišel do izraza, oziroma je tudi, ker če so me ljudje pol nekako pač vzljubili je, ampak še vedno mal ta
ta drugi del je malo to očrnil, se mi zdi. Se je to zaradi Big Brotherja držalo? Ker jaz se spomnim, da si ti kdaj rekla, da ti nisi človek, ki bi ful si želela čez vikend iti ven žurat. Zakaj se te je pol to držalo? Mislim, takrat sem šla rada. Ja. Čeprav mogoče, vse pol čez čas se človek odvadi od tega, mislim, vidi, da je nekje drugje bolj ta mir, bolj pomemben, da si ga najdeš, tudi nič ni narobe, če greš ven, tudi vsak vikend, tudi zdaj, ampak pravim, takrat potem sem tudi jaz bila malo zgubljena, iskreno. Sebe sem tako še na pol, nisem sploh vedela, kaj bi, kako bi, imela sem neke jasne cilje, kaj si želim narediti in postati, ampak potem ta družba, pa pijača, pa nightlife, to je se mi zdi pol nek pobeg, ki malo pozabiš te skrbi za en trenutek. In potem, če preveč se prepustiš v to, tista prava pot začne ti bledeti. In zato potem sem vesela, da sem tukaj, ker sem danes, da me ni preveč zapeljalo v drugo smer, ampak je pa definitivno bilo tako čudno obdobje, ki sem se iskala. In je bil pač pritisk, zdaj oziroma ne pritisk, ampak sem rekla, se mi zdi, da to pa je res nek tak šov, ki se mi zdi, da res lahko pokaže sebe v tisti pravi luči. Pač vse ti vzamejo, nimaš ti udobja, nimaš ti nekih stvari, ki ti dejansko v vsakdanjem življenju in pa nasploh se lahko zatečeš k njim, tam pa si pač prepuščen sebi pa svojim rokam, pa svoj glavi in plavaj. Ja. Tako da pač to je bil edini moj cilj, da bi pa kaj o zmagi spet uhtala, zdaj pa, ker sem zmagala, moram spet, ali pa karkoli spet ni. Sem pomislila, bi bilo fajn spet zmagati, ampak sem pa vedela, da verjetno bo tokrat pa ful bolj težje, kot pa v Big Brotherju. Okay. Sam, če zmagaš na koncu, ikonično. Big Brother je 10 let kasneje kmet. Pol pa si že začela nabirati, pol moraš iti pa še kam, ne? Pol treba iti pa zdaj naprej, pa še kaj, ne? To pol pa pravijo, v tretje gre rado, ne? Tako da, če pa 3 pol zmagam, tako da Ja, veš, kam bi te pol jaz dala? V sansko žensko. To pa Ker tleba pol res, to pa je na koncu zmaga. To pa bi z veseljem šla, ampak... Vojo, če gledate to... Ja, to pa bi bil, dejansko. Ja, mislim, da si me pač ful si me šokirala, ker to pa nisem pomislila nikoli na kaj takega. Kaj pa ta Love Island, ki je zdaj slovenski? Si videla to? To sem pa videla, sem videla, Sem tu boš spet, če boš šla tam, boš spet dobila party girl se to se mi zdi, da to bom preveč zašla pol spoti. Vsak, ki bi šel tam, bi dobil tako, ne? Ne gre se sploh otepne, tudi če greva mi dve. Ja, pa se tam ne moš drugač, po moje. Itak, da ne, kad ti držijo kozarcu roke, pa kregi se. Ja, kaj nitka? Je, po moje. Sam jaz to, kaj fura že Love Islanda? Ja, jaz sem to gledala, čakaj, to je to pač, ki pridejo neke random osebe in pol se oni poparčkajo med sabo, ali jih nekdo drug poparčka? Oni se med sabo izberajo, se mi zdi, in pol na koncu en par zmaga. Ampak kako pač? Ampak kaj pa pol še neki mora biti glasujejo Oni si lahko premišljajo, mislim, da veš, in pol, če ne izberejo unga, ki so prejšnjič zbrali ali neki, s katerim so par gre ven, napište, kaj so pravila Love Islanda. Ja, se mi zdi, da ti lahko izbereš pač tega in pol oni nujno, da tebe spet nazaj izbere. Če pa ne, mora iti pa nekdo ven, v glavnem na koncu ostanejo 3 pari in publika glasuje, kdo zmaga. In jaz sem že izpolnila prijavnico na ta Love Island. Oh my god, ja, glej. Zaradi tega, ker tu se zdi meni pa popoln mind experiment. Predstavljaj si, zdaj jaz hipotetično, da pošljem tu tam na Vojo, meni se zdi, da oni razumejo, da bi bilo tu ful smešno mene imeti tam na plaži, ne, v kopalkah zraven vseh unih ljudi. Pač ful tako fucking weird bi bilo, ne, in tako zabavno. Ej, fakt, če te ne vzamejo, pa missed opportunity. Ja, čakaj, nisem še klikala pošli, zaradi tega, ker pol je bilo tam v zadnji nalože sliko v kopalkah, jaz pa nimam kopalk. Jaz si moram imeti kopalke najprej kupiti, pol pa se moram prijaviti. In me prav baš zanima. Sicer moji prijatelji pravijo, da tu pač se meni zdi, da bi jaz to prenesla, da meni bi se tam zmešalo. Tako tam so skozi ljudi zraven, tam je tako ne moreš biti sam nič. Ampak zdaj si se mal, a veš, zdaj si se ti mal družabna si ratala, ti zdaj v bistvu se pripravljaš na to. Ti sploh se nisi vedela, da se pripravljaš na Love Island. S tem, ko imaš 3-mesečno preobrazbo, s tem plešem pa ušla. To je tvoj test, poluni test, final test. Hana je sicer rekla, da mogoče se tam rabiš tudi lupčkat s kom, pa sem jaz upam, da ne, ampak ne vem. Ja, dobro, pa če ti je kdo všeč. Ja, prsil te ne more. Ja, no, se to. Jaz si zdaj tako želim, da greš. Glasujte, jaz tudi. Manifestiramo. Tebe bomo dali na Love Island, tebe bomo dali na sansko žensko. Jaz bom pa gledala, jaz bom bila pa komentator. Sam res, kaj mi pa tebe lahko dali, kaj tako? Ti mi deluješ taka survivor girl, a ni?
močna pa visoka si, nisem pričakovala, da si tako ni visoka. Ni čisto tam. Imam malo take čevlje. Ampak veš, si taka, se mi zdi, športna. Ja, kakšen tisk tečejo, pa skačejo po tistih overah. Jaz bi to šla, ampak sam za zabavo, jaz ne bi tam preživeti hotla. Jaz bi sam šla tiste... Čakaj, ampak ne, vse Survivor je to, ki imajo te igre, ampak hkrati še morajo preživeti tudi, pač nima nič za jaz, pa to, še to je pol. Jaz sem mislila sam, da imajo neke igre, brez meja, pa to. Ne, nažalost ne, ful ne jejo nič. Exatlon imajo te igre. Tam pa jih pa nahranijo. Ja, jaz mislim. Na Exatlon bi šla. Evo, imamo, manifestiramo. Sam čakam še eno leto, da se še malo natreniram. Zdaj sem glih končno dobila malo moči. Zdaj naredim 4 pull-upe. Jaz gledaš kar močno, moram reči. Ja, svaka ti čast. Ok, v glavnem dovolj zdaj o nama, mi dve nismo tle zanimivi, dovolj, da bi še naprej govorili. V glavnem, jaz sem zdaj prebrala, kaj je Pia napisala v mailu, kaj smo jo povabili in pa smo se dogovarjali za datum in pol je ona uletela s temo, o kateri bi lahko v današnji epizodi govorili in jaz sem bila šokirana. Vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sooči s pomanjkanjem libida. Si tudi ena izmed njih, potem je čas za Passion Potion. Združili smo starodavno znanje in sodobne raziskave v formulo, ki pomaga ženski današnjega časa za več libida, več energije in manj stresa. Passion Potion je napitek v prahu, odmeraš eno žličko, dodaš svojo najljubšo pijačo in pol uživaš. Brez kalorij, brez sladkorja in brez krivde. Višji libido, boljše razpoloženje in lahkotnejše življenje najdeš na ulala.si. Rekla je. Rada bi govorila o razhodu s fantom po 3 letih turbulentne zveze, o tem, zakaj je bolje biti sam kot v napačni vezi, / zakaj ne smeš pustiti, da nikoli in nikdar ne izgubiš sebe, / kdaj je najbolje odkorakati oziroma kdaj se splača še vztrajati. Tako da, zakaj sem jaz prej rekla, da bi mogla iti ona v sansko žensko? Zato, ker je samska in sanska. Sanska in samska. Tako da... Preden gremo v to, imamo še icebreaker vprašanje, tako da ne rabiš še švicati, zdaj smo še pri zabavnem delu, gremo pa na resne stvari. V glavnem, ker to imamo za vse pripravljeno. In, jaz sem 2 napisala, pa bomo videli, mogoče oba, mogoče ne, ampak mene oboje ful zanima. V glavnem, ali bi raje izgubila vse spomine do zdaj, do tega trenutka, vse pozabiš, kar se ti je zgodil, ali pa da od tega trenutka naprej ne moš ustvariti nobenega novega spomina. To je tako zapleteno meni razmisliti. Čakaj, sam zdaj pol, če ti ne ustvarjaš nobenega novega spomina, pol isto nimaš nobenega. Demenco imaš, v bistvu. Živiš v preteklosti, basically. Za nazaj pa imaš spomine pol. Za nazaj imaš še zmer, ampak ne moš novih spominov ustvarjati. Pač če zmer živiš, ampak pač, ne vem, ne boš se spomnila dopusta, ko boš šla na njega čez 1 mesec. Vse to pač ne obstaja, prihodnost pač v bistvu je nimaš. Živiš jo, ampak je nimaš. Ali pa pač vse, kar se ti je zgodil, pozabiš, ampak boš pa od tega trenutka naprej lahko živela. V bistvu, kot da bi nov prazen list obrnila in vse ostalo prej zbrisala. Ja, to je ful trike vprašanje. A ni? A boš ti prvo povedala? Pa jaz bi rekla, da še vseeno je boljš, da mi zbrišajo vse za nazaj, pa se da naprej spomnim, ker drugače imam pa demenco. Pač tu v bistvu si demenco opisala in to ne mora noben človek normalno živeti. Tako da takrat bi pa umrl, če se nič ne spomnim. Ko za skus boš samska, ne boš se spomnila nič, groza. Tako da. Ja, jaz bi mogoče tako rekla. Pač itak imaš, vsem so se nam dogajale in lepe in grde stvari. Zdaj vsi bi radi izbrisali grde, ampak brez grdih tudi lepih ni, ne? Zdaj pa tudi vem za v prihodnje, da sigurno me čakajo še neke lepe stvari, a ne, ker tako se mi zdi, da tisto ta dobro oziroma tisto najboljše še me čaka, se mi zdi, da tako vsak ima ta občutek. Tako da ne vem, ful ne bi mogla to. Mogoče neki na pol bi rekla, da... V bistvu, tako parafrazirano vprašanje za čudne ljudi bi bilo, bi rajš imela možgansko poškodbo, da se ne spomniš ali demenco? Ja, se to, ja, pač ono. Ali pa oboje. Ampak veš, ona ne bi bila nič žalostna, pač šla si na razen s fantom, ne spomnim se. Dobro, no se ni to zdaj bila edina žalostna stvar, veš, da je zdaj to, da sem pa tako sam zaradi tega žalostna. Ampak ja, mogoče, glej, ne vem, pač, jaz vseeno ne bi zbrisala, ničesar, jaz bi raje pol, da mi ostanejo vsi spomini stari. To se pravi, da se prihodnosti ne veš več.
Tako. Demenco izbereš. Ampak se pravi, polje. Ne, sej težko. A je. veš, Namerno je to tako, ne? Ja. Da vidimo, kako delujejo tvoji možgani. ne, pač ja, ne bi izbrisala. Ne grdega, ne lepega, kar se mi je zgodilo, se mi zdi, da to vseeno me definira, to, kar sem danes in tisto ta lepo, pa pol bom doživela spet, pa ne bom vedela za to, tako da, a veš, ampak bom pa vedela za to staro, tako da ja, mogoče se bom pa tako vseeno odločila. Ja, sej tako, če pomisliš v resnici, Ja. še zmer, vse te stvari, ki so se ti zgodile, pač so te naredile tako, kot si. Ja. In še zmer boš potem ti ostala to, kar si. En Ker dan, če se ti isti vse dan boš zbriše, to doživljala, kakor da si Ja. se ne, glih ampak ti si rodila. pol drug človek. Vsi, ki te poznajo, pa če se ti vse za nazaj zbriše, Ja, pač saj oni te veš ne niti, poznajo kdo si, več. ne veš niti ti pol več, Ja, kdo saj si. to. A veš, tako da iz tega vidika pol bi tako Ja, zbrala. drugače, bolj kot razmišljam o tem, moj prvi bi bil, ja, pač, glej, je bi ga, pozabim vse, kar se je zgodilo, se bo za naprej še veliko lepega. Samo v bistvu pač ti nisi pol več ti. Ja. Ja, jaz sem pa gledala film The Wow, Mhm. ker je u nas izgubila spomin, ne? In je bilo super tudi, pol naprej. A spomin za nazaj izgubila? Ja. Kakšen je bil pa konec tragičen ali vesel? Vesel mislim, da. Aha, ok, pol ne veš, kaj. Zaljubila Mogoče se da- je, ona je izgubila spomin in pa se je zaljubila. Ja. In pol je bilo super. A to ni un s Channing Tatumom. Ne Tu, vem. tu na Mila. Vem. Sam pol na koncu, a se je spomnila ona, se mi zdi tudi Ne ne. vem, ali ne? možno. Ponovadi se kar spomnejo, ne. Ja, Samo ona se je mogla še enkrat zaljubiti v tako, njega. tako, Ja. 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 Oh, No, kaj bi pa Ja. ti nisi povedala? ja, zdaj ne vem. Jaz, Na pol je, a veš, ko začneš tuhtati, se ne veš. ma Ampak, po eni strani, pa sam, pa ne bi mogla delati nič. Glej, iskreno, to, kar se ti bo v prihodnosti zgodilo, ne, lej, pa tu lahko filozofiramo zdaj 2 uri, kaj ima tu smisel. Ja, Ne vem če. ja, Ok, jaz zgubim za nazaj, se spomine. ja, Ok. Sam, ja. Ok, malo še to me zanima. A bi rajš vedela čisto vse o partnerjevi preteklosti? Evo, zdaj spoznaš enega novega fanta. Okay. In kar naenkrat ti je naložil v možgan vse, kar se je njemu kadarkoli zgodilo, vse, kar je naredil. Ali pa, veš, vse, kar se mu zgodi, potem, ko sta vidva enkrat skupaj. To se pravi, takrat naprej, pač če z eno tam jo peca, boš ti točno vedela, da jo je pecal. Ali pa, če on tam planira neko presenečenje zate, boš ti točno vedela, da presenečenje planira. Vse, kar pač je, boš vedela. Ja, veš, kako to pa je ful lahko to vprašanje odgovoriti. Definitivno ne bi hotela vedeti, kaj mu je v glavi bilo prej vse, ker da samo obrnemo situacijo, da ve on, kaj je vse nam v glavi, potem pa bojo bi takoj izbrali. Spet tisto prvo opcijo, pa kva je bilo, pa to se mi zdi, da pač s partnerjem tudi, ko si, sej logično, ti ga spoznavaš, neke stvari izveš. Zdaj pa tudi tisto, da moraš prav vse svoje globje skrivnosti in želje in to. Se mi zdi, da ni nič narobe s tem, če jih zaupaš, ampak mogoče nekatere stvari, pa če nekdo ni pripravljen ali pa jih ne želi sploh nikoli deliti, se mi zdi, da tudi s tem ni nič narobe. Ja. Ker se mi zdi, da tako smo v neki miselnosti, da zdaj partner pa to morate vse vedeti, vse pač valjda, če ti čutiš po temu, ali pa mogoče čez čas, se ne rabiš ti z danes na jutri vse nekomu razkriti, vse svoje skrivnosti. Ki mogoče ti, če na začetku niti ne poznaš človeka, te neke stvari pol prestrašijo take. Pol pa, ko si že mal poznaš človeka, pa se pol mogoče ga bolj tudi razumeš, zakaj neke stvari, ki niso tako mogoče naredil. Ja. To si ful lepo povedala. Tako da mogoče z tega vidika ne on. Ja. Vse tudi, če si mu v glavi, pa veš, kaj delal, še vedno ne veš. Jaz v resnici nočem. Meni se zdi, da so ene stvari tako specifično samo naše. Res, Ja, isto kot dnevnik. Recimo, ja. mene ne zanima, kaj piše v tvojem dnevniku, zaradi tega, ker mene bi te informacije tako verjetno šokirale, ker niso zame. Tako, Veš? tako. In jaz bi se imela v glavi zaukvarjati s tukaj enimi stvarmi, ki niso zame, da jaz tega sploh si ne želim in niti ne razumem, kako kdo veš najde, da je kakšen dnevnik pa gre brati. Zakaj se to delaš v življenju? Dejansko. Da pa moraš razmišljati o teh stvareh, pa stuhtati, pa ne vem kva. Jaz to sem primer pustim take stvari. Isto, kakšni odklenjeni računalniki, telefoni, stvari, ki niso zate, je najbolj zate, da o njih ne razmišljaš. Tako da, jaz ne bi hotela vedeti teh stvari. Res. Sem da naprej moš pa vedeti, pol. Kaj? Pa za sprot boš pa vedela. Ne, Ker ne moš vprašanje, to moraš ne, jaz izstopati. nisem o vprašanju razmišljala. Ne, za nazaj, Ti si splošna. za nazaj lahko vse vem. Tu me ne Aj moti. raje za nazaj veš. Raj za nazaj vem, ja, tu me ne moti, da bi pa vedela, kaj je njemu v možganih, ki se z mano pogovarja, tu pa ne bi rada, veš, zdaj si takrat nekaj razmišljamo v glavi. On pa misli, Po da, mojem bi pa se nam da sem zmešalo zoper. vsem pol tako, ja. Enkrat bi pomislil, fakt dan si pa tečna, pa bi se odselila.
Ja, mislim, da pa glih tu bi pomislil takrat, ko si ti res v stiski, ne? In pametno je, da si take stvari ne rečemo vedno, ne? Ker niso pomembne, pa nobenemu nič ne prinesejo, ne? In tudi ti ne rabiš vedeti takrat, da si njemu tečna. Naj skrije tu, pa bo jutri boljš, ne? Ja, drugače to s tobe rekla. Jaz sem drugače razmišljala, kaj v preteklosti briga me, važno zdaj za sprot, pač kaj on razmišlja. Sam, to pa tudi ni dobro vedeti. Ja, tako v resnici. Da bolj, da vem vse preteklosti pa. Ja, se mi zdi, da smo ful na tem narativu, kao, si morata partnerja ne smeta med skrivnosti. Ja, se pa zdi tu ful. Zakaj? Ker tudi te neke skrivnosti, zdaj ti jih nimaš skrivnosti mogoče pred partnerjem ali pa da bi ti zdaj partnerja želel, mogoče želiš ga tudi obverovati dejansko koncev pred kakimi stvarmi. Pa tudi sploh v bistvu ne rabiš razlage, zakaj zdaj ti njemu nekaj ne poveš. Zato, ker je to tvoje. Zato, ker je to moje in ker sem tu jaz in ker ne rabim, če nočem. Imaš pravico do tega, kot sem rekla, pač, da imaš vsak svoje neke stvari, ker mogoče tudi jih ne bo razumel, lahko tudi tisti najbližji, najbolj, ki misliš, pa potem te bo mogoče drugače začel gledati, ne? Plus to, jaz mislim, da imamo tako pravico in da se premalo tega poslužujemo, da smo čisto vsak dan lahko drugačni. Vedno. In pol pač si greš res v minus, če tako skozi vlečeš za sabo te neke stvari, pa jim poveš, kao, enkrat sem pa tu naredil, sem zato, kao moraš, pa so nam rekli, da je treba povedati, vse stvari je treba povedati. Manj se to ne zdi res. Ja, moraš biti malo misteriozen, se mi zdi, kdaj pa... Ja, kar hočeš. Ja. A ni. Pol, če si preveč odprta knjiga, se mi zdi tudi ni to, a veš, ni več zanimivo, ni več izzivno. Ja, s časom je zihar. Ja. Čeprav po eni strani bi pa hotela, da je moj partner odprta knjiga, da vse vem. Ampak tako, da mi on pove. Ja, da ti pač ne tako, da moram jaz snupati, to mi ni, ampak tako, da bi mi on vse povedal. Pač se ne rab čisto tako, ampak tako, jaz hočem vedeti vse, kar se v njegovi glavi dogaja. Lucija, da bi ti on rekel nekaj, veš kaj, tu po ne, se ne teh stvari, kdaj sem utečna. Ja, pa veš, to mi ne sme povedati. To ni moj. To, da sem jaz njemu utečna, ni moj problem. To je tvoj problem. Ampak druge stvari pa tako, pač ne vem, kakšne skrbi ali pa whatever. To pa pač glej. Jaz sem sama sebi, kdaj tečna, ne moram pomagati. Ti si pa tudi kdaj tečen. Ok. Glavno, dajmo začeti na začetku. Pač, preden gremo na to, da včasih se zveze ne izidejo, kako sta se sploh spoznala? Pa videla sta se zelo hitro zaročila tudi, ne? Ja, v bistvu spoznala sva se, čakaj, če pomislim, ful dolgo pred tem, ko sva dejansko začela pol skupaj biti. Se mi zdi, da skoraj da ne enih 7 let pred tem, ampak takrat, kot sem rekla, sem bila jaz z glavo drugje. Fant mi sploh ni bil on my radar, pač, in je bilo ok, cool si mi, ampak to je pa to. A so bile žurke takrat bolj prioriteta? Ja, takrat so bile žurke, pa to, pa nisem sploh niti ga registrirala na tak način. Potem pa, ko sva se spoznala, v bistvu spet sva se na žurki spoznala. Ampak pravim, pač, to je bila bolj umirjena žurka tokrat. In to je bilo pa tik 1 leto po moji operaciji. In takrat sem tako opazila, da nekako, ne da drugače gledam na neke stvari, ampak kot da tudi drugačne ljudi na sebe privabljam. Ker takrat sem privabljala ne neke napačne, ampak take, ki tudi ne bi želela si imeti neke veze z njimi. Potem pa sem se nekako tudi mogoče jaz odprla in sem si pustila dati priložnost do veze in da lahko nekdo dejansko pristopi do mene na tak način in da ga jaz pustim. Ker sem bila ful taka, ne, jaz veza, ne. Pa mogoče lih zaradi tega, ker nisem tega nikoli niti doživela na tak pristen način in mi je bilo pol vedno, raje bom sama, kot pa bila z nekim napačnim, ker vedno sem pač tudi bila priča takim situacijam in ljudem, ki so se in varali in to in sem v bistvu izgubila zaupanje v nek zdrav odnos, da sploh lahko ga gradiš, pa veze so se končale po, ne vem, 1 letu po to in sem pač rekla, zakaj imam mir, noben mi ne teži, jaz nobenemu ne težim. In takrat pa pol zgleda nekaj se v meni spremenilo po operaciji in v bistvu takrat je bilo še, niti nisem bila 100% zaceljena, bi se lahko reklo, ker je bilo pač vseeno 1 leto to, pač to vemo, da malo vseeno traja dlje. In potem čisto spontano sva se začela dobivati, pogovarjati, pol jaz sem kar sem se k njemu priselila, to je bilo čisto z danes na jutri, ker zdaj to še zdaj ne vem, ali je bil to plus ali minus, da se s partnerjem od prvega trenutka začne živeti skupaj, a ne? Enim rata, enim pa, mislim, jaz sem recimo z vsemi do zdaj tako šla živeti. Tako, ja. Sicer sem tudi samska zdaj, ne, ampak
Meni je tudi to ful naravno. Zakaj bi posebej bila, pa si nekaj hodila tam gor, dol, levo, desno, tle spiva oba dva, pa vse to ni nič tasga, ne? Pa takoj vidiš tiste stvari, ki dejansko vidiš, kdo je ta oseba in pol, če takrat zalomi se, pol vidiš, da res je brez veze. Pa bi zdaj še enkrat recimo šla takoj živeti? Jaz ne bi. Jaz bi mogoče malo počakala tako racionalno, če pomislim. Ma iskreno, evo, če tako pogledam za nazaj, sem tudi to jaz razmišljala. V bistvu te začetki, pa to je bilo najlepše, pa se zdaj mogoče glava takrat je čisto sveža, pa zaljubljena, pa te mogoče neke stvari ne motijo toliko, ampak se mi zdi tako pol s časom, to se mi zdi, da bi isto, bi šla takoj živeti. Okay. Ker se mi zdi, zakaj, kot si rekla, veš, če imaš rad nekoga, pa to itak hočeš biti skozi njim in se mi zdi, da bi to isto naredila, Okay. Tako da, spoznala sva se takrat in nekaj je klikalo in pač počutila sem se varno zraven njega, kar je ful ni bilo v moji navadi, ker pač vedno sem tako fante nekako imela za neresne, pač vedno so me tudi za neko skrivnost imeli in zato že zaradi iz tega vidika pol sem mislila, kje bom jaz sploh najdla nekoga, ki mu tako lahko zaupam, ki bo ponosno zraven mene bil. In on je to vse takrat bil v tem trenutku in mogoče že zaradi tega me je to kupilo pri njemu, pa ta pristnost, pa ta sproščenost in je začela potem tako ta najina pot. To bo sigurno ljudi zanimalo, tako da bom za to vprašala, ampak ti si, ki si njega prvič spoznala tistih 7 let nazaj, ti si bila že pač pija takrat, ne? Tako da to je vse, kar je on pač v bistvu poznal. Tako, Mislim, vedel je tudi takrat za mene, ker pač je tudi on takrat Big Brother gledal, tako da je vedel, kdo sem, kaj sem, ampak takrat, kot sem rekla, nisva mogoče tudi dobro, da takrat nisva nič imela, ki bi lahko tudi takrat že nekaj bilo med nama, ampak se mi zdi, če bi pa takrat se nekaj zgodilo, da pa pol sploh se ne bi več. Tako da zato sem pol takrat vedno rekla, ko smo tudi se pogovarjala, a misliš, da bi najine poti pol spet se mogoče tako srečale, če bi takrat kaj bilo in dejansko mogoče se je moglo tako zgoditi. Ker jaz pač itak skozi to govorim, da vse se zgodi, kot se mora, ob času, ko se mora in tako je že moglo biti. Dejansko je tako moglo biti, On je tebe po 2 mesecih, ko sta bila vidva skupaj, zaročil. A se ti zdi, pač zdaj, ko gledaš za nazaj, da je bilo to pač prehmal, ali je bilo pač že tako moglo biti, ali kako ti... Tako bom rekla. Po mojem ni bilo prehmal, ker če ti nekoga poznaš, vse bolj ti čez čas vidiš, kakšna je ta oseba, ampak če z nekom vidiš neko željo in vizijo življenja skupnega, se mi zdi, zakaj bi čakal. Zakaj bi čakal in takrat nekaj sem jaz čutila in pač jaz sem se tako bolj kot ne šalila vedno, to, kje je prstan. Ampak to pol iz te šale je tako že postalo, kje pa je zdaj res ta prstan. In pač tako zelo hitro je bilo, ker sem pač dejansko si videla življenje z njim. Ker se mi zdi, ti, če ne vidiš nekega življenja z nekom, bolj brez veze vse ostalo, se ti si zaljubljen pa to, ampak če vidiš, da je ta oseba ta, se mi zdi, da brez veze, da čakaš. In tudi on je takrat bil tega mnenja in pač, da je to. In se mi zdi, da čeprav, če pogledam, je malo prehitro, se mi zdi 2 meseca, ampak vidiš, vseeno nisva še poročila. Pa se tle se vsi hitro zaročamo, nekako bi rekla, da se vi hitro. Mi, da so se po manj kot pol leta. Aha, dobro, gled, to je vse. A veš, meni se zdi ful cute, ko dobiš neko potrditev, pač tudi on res. Veš, velikrat imaš ta narativ, da moški si ne želijo poroke, moški nočejo biti resni, bla, bla, bla. Bolj tako spoznaš nekoga, ki tako hiter ti da res vedeti, da je committed, da si želi nekaj s tabo ustvariti. Tako ne vem, se mi zdi, da je lep občutek. Pa mogoče tudi oseba, veš, mogoče tudi lahko res on ni tak, ampak polko pa spozna pravo osebo, se mi zdi, da to se fulkrat zgodi. Lahko ti čist neki imaš drugačen pogled na poroko, ampak potem, ko ti spoznaš osebo, ki čutiš, kot sem jaz rekla, jaz sem bila pač ne. Ampak polko spoznaš nekoga, pa vidiš, da ni tako slabo tudi videti nekega happy enda z nekom. Tako da to pač, in pol, če si pa tudi ti pripravljen se spremeniti, če želiš
pol se in umiriti in je pa pol lepo. Ne? Ja, pa se v bistvu za roka je samo znak, da nekdo hoče biti s tabo do konca življenja in Ja. da o tem razmišlja, ne? Ja. Zares. Ja. Da planira. Tako. Kako pa to, da se nista že poročila v teh 3 letih? Ja, kot si prej prebrala v tistem mailu, da je bila turbulentna veza ta 3 leta. In tako bom rekla, pol po enem letu so počasi začele prihajati, oziroma niti ne po enem letu, po letu pa pol, sva začela ugotavljati, da neke stvari mogoče niso tako idealne. In tudi jaz, to ni bil zdaj prvi najni razhod, sva že prešla večkrat narazen. Ampak to nikoli ni bilo javno. Da ste Ne, šla. ne, nikoli ni bilo javno, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi, da mogoče bi bilo boljše, da ko začutiš tisto, da je to, lahko sem zdaj pametna, ne bi drugače naredila. Ampak pol, ko vidiš, da neke zadeve ne štimajo, se mi zdi, da je boljše takrat to prekiniti, ker ko potem ti dalje se nekaj trudiš in je to pol brez veze in za manj, se mi zdi, da si samega večjega stresa narediš in je potem toliko težje, ko to spet res pol postane konec. In ful bolj boli kot tisti prvič. Te boli, čeprav tako zdaj, ko pomislim za nazaj, me je bolelo tudi prvič, ko sva končala. Jaz sem mislila, da je to. Ampak potem to se zgodi še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. In to se pol v nedogled dogaja. Skozi ene in iste v bistvu stvari. Tako, skozi ene in iste in pol se mi zdi, da vsakič misliš, da ti bo lažje, ampak ne, je vseeno pol vsakič še tisto bolj težje. Ja, sem kaj, če bi ti bilo pa lažje, mi pa tako razmišljamo, ne, kaj če nam bo Ja, pa naslednjič pa kaj pa, lažje. če bo pa zdaj Pa smo že boljše, ja. doskrat šli čez tu, pa 15-tič bo pa, ajde, Tako. bomo že vedeli. Ja, ker jaz, tako sem rekla, če ti nimaš človeka rad in se ne vidiš, da nimaš se za kaj truditi, se mi zdi, se ne boš trudil. Če pa vidiš nek smisel in da bi ful lahko bilo lepo, zakaj se ne bi trudila, ne? Ampak mora biti to obojestransko. In če to ni pol obojestransko in vidiš na koncu, da je samo neko mučenje, je boljše pol res samo prekiniti in mogoče ostati tudi prijatelj. A sta ostala prijatelja? Tako ti bom rekla. Zaenkrat ne vem, kaj da ti rečem. Res, ker sem vedno pač tudi on je bil mnenja, da ko ti prekineš z osebo, ker tudi prej je imel nekaj bivših, z vsemi je v ful dobrem odnosu in jaz sem to vedno malo tako gledala, kako. Pa ne zato, da bi bila jaz zdaj ljubosumna ali karkoli, ampak sem bila vedno mnenja, da če imaš ti nekoga ful rad in pač je to ta tvoja oseba, pač je težko pol to osebo gledati. Ok, veš, ti nisi za mene in to, ampak zdaj mogoče bom prišla do ene točke, ko bom lahko bila. Ampak zdaj trenutno jaz mislim, da nisem sposobna. Mogoče enih, kot sem rekla, da sva šla večkrat narazen, enih par razhodov nazaj bi še lahko bila. A pa vmes sta bila, ko sta šla pač v teh razhodih, koliko časa so trajali, pa sta bila potem prijatelja vmes, pa kako da sta šla pol nazaj skupaj? Zelo hitro, to tudi bom rekla zelo hitro. To je bilo tako mogoče največ, ker jaz sem se pol tudi vmes preselila drugam, ampak pol spet sva videla mogoče teden, 2, 3, pa sva se itak slišala vmes. Pa pol spet je to vedno bolj intenzivno bilo, pač pa spet sem bila večkrat pri njemu, pa to in pol sem pa spet prestala skupaj. Tako da to je bilo zelo hitro, ni bilo nikoli, da so, ne vem, bila zdaj 2-3 mesece brez totalnega pogovarjanja. Ampak je bilo vedno zelo kratko to. Ampak zdaj je pa malo drugačna zgodba in tudi nimam potrebe zdaj, da se ne slišim z njim, ker so se ne take stvari zgodile, ki ne bi niti pričakovala, da se bojo. A o tem ne želiš govoriti? Pa Kaj se je zgodilo? v bistvu ne bi želela, bi pač to vseeno bi rada neko intimo pač zadržala za nas, ampak se mi zdi, da pol mogoče res se morajo neke stvari zgoditi, da pa pol se ti malo odprejo oči. Ker prej si še vedno v tistih lepih spominih, ker se mi zdi, da tako je, tudi ti se vračaš nekam, ker misliš, da bo bilo spet lepo, veš, da je bilo lepo in tiste slabe stvari pa vedno pozabimo. Tako, vsaj jaz sem taka. In zato si pol tudi žalosten dejansko, ker ne boš ti žalosten, pa je to mi ni bilo všeč, pa to je bilo narobe. Ampak ker podoživljaš tiste lepe stvari. In tako da zdaj pa se mi zdi, da je res nima več smisla.
škoda nekega stresa, škoda živcev, ker se mi zdi, da bi bilo lahko lepo, če bi si naredila lepo. Tudi se mi zdi, da vsi mi ljudje skozi neki iščemo neke probleme in si tako otežujemo življenje, ki bi bilo tako lahko preprosto vse. Ampak pač, če ni pol skupnega tega želje, da nama je lepo, pol pa tukaj nimaš kaj več se boriti. Se ti zdi, da si prepozno, kao šla? Sicer tu se nam pol vedno zdi, ko gremo, ne, mogla bi prej. Zdaj, kot sem rekla, ko pogledam za nazaj, bi že prvič, da si prihranimo to 1 leto oziroma dobro leto spet tega konstantnega razhajanja pa prihajanja skupaj, zaradi tega bi. Ampak spet tudi v tem času sva si neke lepe spomine naredila, tako da jaz lahko rečem tudi za njega, da je super človek, da je super prijatelj, super delavec. Ampak v zvezah pa malo škripa to. In včasih mogoče fantje pa tudi punce, veš, mislijo, da so super na tem področju, so super na tem. In pol mogoče niti ne mislijo, da pa mogoče na nekem področju se pa morajo malo bolj potruditi, ne. Če si ti vsemu super, še ne pomeni, veš, da bom pa zdaj jaz, ker ne vem, ker super kuham pa to, da bom bila pa zdaj super, ne vem, tudi, ne vem, da bom znala super avte popravljati, veš, pač smo na različnih področjih, tako da zato pol ta ego mogoče pa tudi pri meni in pri njemu ti ne da niti možnost v glavi, da si rečeš, ok, to sem naredil narobe, to bi lahko boljše. A veš, pol je vse super, in če je vse super, če ti misliš, da nisi nič nikoli narobe naredil, tu od tega pol dalje ni. Ok. Sta si vidva podobna? Midva sta si zelo podobna. Ko govoriš, midva sta si zelo podobna, preveč podobna, ampak hkrati totalno drugačna. Kar je ful bizarno, ker on je ful tak preprost, dobro, tudi jaz sem preprosta, ampak tak bolj kmečki, neki ne daje, pač čist je tak miren, rad ima privatnost svojo, pač ful je, rad popravlja, rad šraufa, mislim pač tak pravi kmečki fant, no, jaz pa sem čisto nasprotje. In potem tukaj sva se pol, tudi on je to večkrat rekel, midva sploh nisva za skupaj, to je čist neki drugi svet, ne. Ampak jaz pa sem bila vedno mnenja, da to sploh nas ne definira kot par, da to nas dela lih posebne. In če bi midva že takoj pol rekla, midva, to je čist drugače, pa jaz sem pa se rada na televiziji, pa to, pač on je pa čisto tisti neki drugi tipa, ne. Ampak to sem rekla, nas lih dela pač posebne, ampak pol hkrati v nekih značilnosti, mogoče tudi, ker sva ful rada imava tisti svoj mir, rada sva svobodo imava rada. Tudi prej, jaz, kot sem rekla, nikoli nisem imela veze. On tudi je bolj kot ne pač tak, da dela, kar mu paše, ne bo noben mu neki zdaj odgovarjal. Tudi če je to punca, ki se mi zdi, da vseeno ti, ko si v vezi, mogoče takrat pa moraš malo drugače gledati, ne moreš ti imeti miselnosti, noben mi ne more nič reči, noben mi ne more nič ukazati. Jaz bom delal, kar meni paše, ko mi paše. Tako s tako miselnostjo se mi zdi, da ne more shajati v tem življenju dan danes. In pol, jaz sem pa tudi taka, da včasih vidim tisto samo moje, kako jaz vidim, kako jaz čutim, ampak se mi zdi, da pol, če se ti zavedaš teh svojih pomanjkljivosti, bi bilo pol lažje nekako shajati in se truditi, da se to izboljša. Če pa pol ti ne vidiš teh svojih pomanjkljivosti in tisto svoje furaš dalje, pol pa tukaj ni srečnega konca. Se zdi najtežje, če imata podobne pomanjkljivosti, veš, pa se oba hitro razjezita, pa je pol ful velikrat ogenj v luftu, ker če bi pa imel zdraven samo enega, ki ne bi reagiral, recimo, ne, pa to jaz ne rečem, da je fajn, da se jaz razjezim, ampak res bi bila drugačna dinamika, če nekdo ne bi, ne. Zato sem vprašala, me je zanimalo, če sta si podobna. Ampak no, saj tudi zaradi tega, pol mogoče, tudi jaz sem zaradi njega ful enih stvari spoznala v sebi, ker vem, da tudi on je, in sva pač se mi zdi, da vseeno v tem času oba dva postala ful boljša človeka. Ampak ne za drugega zgleda. Tako da jaz sem njemu res hvaležna za vse in tudi drugače na neke stvari gledam. Pač dal mi je to nek občutek, da sem tudi več vredna oziroma da se sebe znam bolj ceniti. Tako da
zato sem tudi prej rekla, da ne bi izbrisala nobenih stvari, ker se mi zdi, da vse to lepo, kar se je zgodilo z razlogom in jaz vseeno ga bom imela v enem ful lepem spominu in sem mu hvaležna za vse, ampak če pač ne gre, je včasih mogoče boljše res prekiniti ob svojem času, da se pol se ti res bolj ne zmeša. Ja. Zdaj, ko se nazaj gledaš, a se ti zdi, da so ti si rekel, da pri nekem letu pa pol, da si pač, da je začel škripati, oziroma si videla pač neke stvari. Ampak zdaj, ko se nazaj gledaš, a se ti zdi, da so se te rdeče zastavice, kako bi temu rekli, pojavljale že prej, pa si jih samo ignorirala, ali so se potem začele pojavljati, prej sploh niso bile prikazane, jih je to dobro skrival, ali kako? Ne, to pa ne, tudi ne. Pač te neke stvari, to sem jaz že takoj videla na začetku, ker on je pa tudi tako odprta knjiga, ni zdaj, da bo nekaj skrival. Zato pol mogoče sem bila jaz včasih ne na sebe jezna, ampak sem se pa kaj se to je tako skozi bilo? A veš, zakaj si pa zdaj neki sekiraš? Ampak kot sem rekla, na začetku si ti v rožicah in poskušaš neke stvari malo požreta, ne? Ampak čez čas pa pol se mi zdi, da vseeno se ti zdi, ali sem pač pol jaz sem taka, da se ti zdi, da če te ima nekdo rad, če te ima nekdo res rad, ne da te ima rad ob sebi in da te rad ima, ampak če te ima res rad, te ne bo vsaj probal nikoli ne prizadeti, te bo vsaj probal nikoli spraviti v neka stanja, ko ti trpiš. A veš, to je pol tisto drugo. Lahko ti si tak, kot si, ampak če vidiš, da neke stvari čez čas to osebo prizadanejo, pol se mi zdi, da takrat pa je tisti, a veš, zdaj ali nikoli, če pol mi ti boš pokazal, ali me imaš res rad, ali pa je res tvoj ego toliko visok, da ne boš popustil in boš ti svoje dalje. Kdaj pa misliš, da je ta meja pol med tem, da smo neki res mi, pa ne rabimo spremeniti, pa med tem, kot si zdaj rekla, da enkrat pa za nekoga je neki pametno. Ne? Jaz recimo bi marsikdaj za koga, ki mi res veliko pomeni, tudi skoraj vsako stvar na sebi spremenila. Ne vem, ali je to dobro ali slabo, ampak če bi mi rekel, da njemu ful pomeni, da sem pobrita, bi se pobrila. Če bi mi rekel, da mu ful pomeni, da tiše govorim, bi tudi tiše govorila. Ja, glej, spremeniš se toliko, ampak, a veš, ne smeš pa pol sebe izgubiti. Če boš ti spremenjala, lahko v tistem trenutku boš rekla, ok, bom se spremenila zdaj, da bom njemu všeč. Ampak meni to sicer ne paše tako. Pol je druga stvar, to. Pol na koncu ti prideš do osebe, ko sploh nisi več ti. Ja. Tako da jaz bi rekla, da ti se spremeniš, oziroma to vsi tako radi rečejo, človek se ne more spremeniti, res se ne da spremeniti, ampak da se pa prilagoditi, da se pač delati na temu, da nekoga poskušaš razumeti, če ga že ne razumeš. Se ne moramo vsi vedno razumeti vsega. Mogoče ti pogledaš ene stvari čisto drugače in ko ti nekomu rečeš, ja, mene pa to moti, njemu bo to čudno, kako to tebe moti, to meni je čisto okej. Ampak potem probaš ti, ker to je razumevanje, da ti probaš nekoga razumeti. Potem boš ti tega človeka razumel, zakaj on tako razmišlja, zakaj nekaj dela. Če pa ti sam vidiš svoje, ti vidiš sam pred sabo tisto svojo, kaj imaš ti v glavi, zakaj je to tako, potem ti ne moreš sploh shajati, niti v zvezi, niti v prijateljskih odnosih. Tako da se mi zdi, da to razumevanje in da pač moraš vseeno del sebe čuvati in ne spremeniti, če ti zdaj s tem izrecno ne škodiš nekomu ali to, ampak ko ti pol začneš sebe izgubljati in se pol ti na koncu koncev ne počutiš več dobro, pol pa tukaj so te spremembe, se mi zdi, niso več dobre. A se ti zdi, da je to, da si bila v kmetiji, tudi kaj vplivalo na to, da sta šla narazen? A si tam... Sem prepričana, da se tam tudi kaj vseb naučiš, pa dobiš kakšno razodetje, imaš veliko časa tudi za razmišljati o svojem življenju, pa kam te pelje. A se ti zdi, da če ne bi bila v kmetiji, da bi bila še zmer skupaj, ali bi se to v vsakem primeru zgodilo? Jaz bom bila tako čisto iskrena. Bil je ful problem ta kmetija, ker nekako to takrat, ko so me poklicali, ko sem samo omenila to, je bilo tako kar pač tak šok za njega. V kakšnem smislu? Ja, bal se je tega spet, kaj bo to prineslo, mogoče, ker je spet imel malo ta Big Brother v glavi, kaj bo to spet vsi bo gledali, pa bil je takega prepričanja, da tam sigurno tudi, če boš bila ti ful pridna in normalna, neki bojo tako obrnili, da boš pač spet ali se osramotila. In bal se je tega spet nekega medijskega pritiska, kaj bo, tako da to so bile takrat ful hude borbe, se spomnim. Tudi ko sem šla dejansko na kmetijo,
midva sva bila, takrat sva šla spet narazen dejansko in sem šla jaz tako zlomljena not. Prav se spomnim tistega dneva, bila sem še dol na obali, par dni preden sem mogla iti in jaz sem rekla, dejansko jaz bom šla noter nekaj, kar ne da se ti zdaj toliko želim, ampak želim biti pozitivna, želim biti vesela, zdaj pa, da bom šla jaz zlomljena že tako not nekam, ki ne vem kaj, ne vem s kom. Takrat me je tisto tako udarilo in sem pač a res smo zdaj prišli do tega, da bova šla narazen tik preden grem jaz not. In pol takrat nekako polstva, ali tudi on pač malce videl je, da mi je težko in je rekel, bom te čakal, vse bo okej. In potem noter ne sem imela tisti straha, ne, kaj pa zdaj se od zunaj dogaja, ker ti pol ne veš, kaj je od zunaj. In dejansko pa pol, evo, kot si rekla, noter sem jaz tuhtala in razmišljala in bolj, ko sem bila in dlje časa, ko sem bila not, sem ugotavljala, da res je on ta pravi moški za mene. In pač sem res samo čakala tisti trenutek, da bom šla ven. Pač sem pričakovala oziroma sem upala, da tudi on tako razmišlja, da ne bom zdaj prišla ven in veš, kam sem se zdaj vrnila, ki ne veš, se ne veš. Ampak potem, ko sem prišla ven, evo, spet lahko rečem, to so bili en lepo obdobje, ki so bila tisto spet srečna. Takrat mogoče spet sem pozabila na neke tiste nepomembne stvari, ker ti, ko si res tudi v takem prostoru, ki si omejen z vsemi možnimi, z vsem možnim luksuzem, ki ga imamo od zunaj in ko res tisto ugotoviš, kaj je pomembno, kaj smo veseli, da imamo. Tako da res nam je bilo fajn takrat po kmetiji. Tako da, ampak ja. Si želiš v življenju tako nekega moškega, ki bi bil vesel, da si v javnosti, v medijskem svetu? Pa tako bom rekla, iskreno povedano, tudi meni neki ta medijski svet ne diši zadnje čase. Tako bom rekla, da sem mogoče včasih jaz ful iskala predvsem sebe, ampak na ta način, ko sem se in eksponirala in sem iskala neko potrditev zunaj mene, ampak zdaj pa bolj opažam zadnje čase, da res mi paše tisti moj mir, moja privatnost, ko sem res tisto najbolj sproščena in tako da zdaj ne vem, če bi mogoče imela moškega. Mislim, definitivno bi rada imela takega moškega, ki bi to razumel in ga to ne bi motilo, ampak bi mi bilo pa tudi okej, če s tem se ne bi strinjal, ker kot sem rekla, tudi meni to pol, ko malo vidiš, kako je to vse svejkano, pa te odnosi, pa to, se mi zdi, da vidiš, da to ni tako tak nek luksus, kot deluje mogoče navzven. In jaz sam pač v bistvu delo za nekatere. Samo to. Ni pa zdaj, da je ti neka želja. Zabava. Tako, no. Ker tisti, ki se bo zdaj želel sam eksponirati, pa da se eksponira zato, da je slaven, pa da je poznan, se mi zdi, ta bo pol hitro razočaran, ker bo videl, da ni to ta občutek, ki misli, da ga lovi, da je to, ampak šele ko ti pol neki daš za to, da si tam, kjer si, se mi zdi, da pol je tisti občutek boljši, da nekaj veš, zakaj delaš. Kako pa to, da kljub temu, da je on izrazil zaskrbljenost okrog tega, da greš ti v kmetijo, da si še vseeno šla, da nisi bila tako, okej, pač ne vem, recimo več mi pomeni, da imava midva zdaj tle nek uredu odnos, da nisi ti žalosten, da si ti v bistvu tle postavila sebe in pač svoje želje na prvo mesto in si rekla, ne, glej, pač meni to veliko pomeni, da grem vseeno. Do te mere, da potem sta vidva skoraj končala zaradi tega. Ja, tako bom rekla. Jaz sem pač njemu skušala čez čas povedati, zakaj je to dobra priložnost, ker dejansko bi nama pač, oziroma nama je tudi ful pomagala in da bo dobra za naju, ker dejansko pač sem imela oziroma imam še vedno neke cilje, ki bi jih rada uresničila in se mi zdi, da ta prepoznavnost mi bo samo pomagala pri temu. Kaj pa so ti cilji, če lahko že poveš? Ali... To še ne smem, ampak ja, stay tuned. Okay. Tako da, zato iz tega vidika jaz sem razumela njegove razloge, kaj so, ampak jaz sem pa želela, da tudi on moje razloge razume. In potem dejansko sva si prišla nekje na pol poti, vsaj tako je izgledalo, da sva si prišla. Potem bi mogoče jaz raje tudi videla, da mi on reče, okej, prosim, ne iti, to res ne bo, jaz čutim, da ti ne bo nek čobega prinesel, ampak on je pol rekel, da se s tem strinja.
Ampak pol jaz sem videla, da čez čas, ker to, kot pravim, to je bilo ful časa pred dejansko kmetijo, ne, ko se začne ta proces. Tako da mogoče se mi zdi, glej, enih pa skoraj pol leta, če ne. In pol je bilo to okej, cool. Ampak pol vedno nekje, ko je to spet ta, a veš, je prišel ven, pa spet ta kmetija, pa metanje mi v obraz, a veš. In se reka pa, glej, če si rekel, da je okej, ne pol spreminjati tega. In zato pol sem bila vedno tako, pa ja, pa dele, ker češ, pa ne, nikoli ni tudi on tako jasno se, ker če bi res dejansko rekel neke konkretne, glej, to vidim, da bo škodilo nama, da bo škodilo meni, da bo škodilo tebi. Tudi jaz nisem to zdaj samo šla, da bom šla zaradi sebe, jaz sem šla tudi zaradi najboljše prihodnosti tam, ker sem vedela, da si lahko boljšo prihodnost zaradi tega zagotovim. To je bil edini moj cilj. Ni mi bila sploh želja, zdaj, da se bom tam, ne vem, spet eksponirala in sramotila in karkoli, ker pač vemo, kako to delujejo te formati, da hitro lahko izpadeš bedak, ali hočeš ali ne. Ja. Ampak to sploh ni bil moj cilj. Zato sem potem jaz pač želela, da to razume in je trdil, da razume. Tako da, ampak potem je spet, kot pravim, so bili tudi drugi razlogi, ni bil to tisti glavni razlog. Ampak sem pa čutila, da je to nekje v njemu bilo. To pa pač nisem toliko iskren bil, ko sem rekel, da ti to pustim, oziroma da me ne moti, da greš. A se ti zdi tudi to, kar sta že živela skupaj, pa bila sta zaročena, pa vse to, a se ti zdi, da to je ogromno vplivalo na to, da ti je bilo težje iti narazen, to, da si vztrajala v tej vezi, ker si bila navajena v bistvu življenja z njim in da te je tudi to vleklo nazaj, ta udobje, ta rutina, ta poznanost vsega skupaj. Ja, definitivno se mi zdi, da to je najtežje, ko se ti na nekoga navadiš. Vsako jutro, ko te pokliče, če nisi skupaj, ko te pokliče zvečer, se mi zdi, da se mi zdi vsak težko gre čez tisti proces tega. In že zaradi tega res, kot si rekla, poznanega in se probaš potem, da ostaneš in da nekako, da se trudiš dalje. Ne? Ampak potem, ko pač vidiš, da ti vseeno vsak večer greš spat slabe volje, da se ti čez dan večinoma slabo počutiš, potem vidiš, da kaj je ta trud, če v bistvu se trudim za nekaj, ampak še vedno nisem srečna. To sem se jaz pol fulkrat vprašala. Bilo je ful takih dnevov, pač se trudim, ampak vidiš, da potem vsak dan greš ti spat nesrečen. In ni tistega, a veš, če se ti trudiš, pa je pol ti fajn, je eno. Ampak da si ti v tem nekem konstantnem pa spiš slabo, pa se stresiraš, pa je to, pa ni, pa ne veš sploh, zakaj pol več to delaš, zgubiš sploh to nič, zakaj to delaš. Jaz mislim, da se tu nam zgodi, da se pol tako slabo počutimo takrat, ko se začnemo pa preveč prilagajati. Gremo čez ono mejo, kjer mi nismo več v redu. To je tam pol. In takrat potem vidiš, da ne vtehtajo te lepe stvari več. In da zaradi nek duševni mir, kot jaz mogoče sem še vedno tega mnenja, da nekatere osebe so si lahko in usojene in vse, ampak mogoče pa ne na neki bolj globi ravni, ampak samo kot prijatelji. Ja, po moje prevečkrat spregledamo to kompatibilnost, ki je pa v resnici tako pomembna. Jaz velikrat se mi je zdelo, da jaz kompliciram, ampak pa enkrat, ali pa večkrat kakšen gost reče, no, pa ko sem spoznala tega, pa nisem rabila tukaj prilagajati in nisem se rabila tukaj truditi. Ker meni je zveza do zdaj bila velikrat mučenje malo, tako tukaj truda nezga. In je kar fajn vedeti, no, da pa obstaja kdaj verjetno nekaj, kjer se ne bomo rabili tukaj truditi vsak dan. Da bo bolj sproščeno. Jaz si sicer ne predstavljam, ampak... Ja, ne veš, ker ne veš, kaj te čaka, tisto, kar si res zaslužiš, če se držiš nečesa, ker se ne počutiš, da je to. In da se počutiš izpopolnjena in srečna. In če se držiš v takem odnosu, potem ne veš, kaj te res lahko doleti, ker ne daš se niti priložnosti, da te to doleti. Včasih pa tudi misliš, da je ta odnos najboljši, kar ga lahko dobiš, ali pa kar obstaja, še sploh, če si doma imel tak odnos, recimo. Tako da to je kar težko vedeti, kdaj pa zdaj zaključiti. Tu se vsi sprašujemo,
kdaj pa to je najbolj tako pogosto vprašanje, ampak tu prav nikoli ne moreš vedeti. Ja, ne moreš. Enkrat se ti dost naloži, pa pač je pol za res konc, ampak meni se zdi, da se tako preveč obsojamo glede tega, kaun, joj, pa smo šla na razen, pa spet skup, pa to je grozno, pa tu se ne dela, pa tu, kaj bojo pa drugi rekli, pa ne vem kaj. Ampak v resnici se pa meni zdi to zelo naravno. In normalno, da greš nazaj k ljudem, katerim si navajen, da raziskuješ te občutke. Hkrati sem pa še hotela prej pripomniti, da pol razumem v takih primerih to, kako se reče, to krščansko, da ne živiš skupaj, da se ne poročiš. 100-krat lažje bi se ločil od njega nekoga stran, če ne bi živel. Ja, sam, ko se poročiš, ti tako bolj živiš skupaj. Ja, takrat se ne moreš več kao ločiti, tako pravim. Ja, do te točke pol že pa res veš, ali je to. Sej to ni slaba neka metoda. Ne? Ampak ja, se ja. Še nekaj vprašam. Ti si rekla, da si videla neke priložnosti v tem, da greš v kmetijo tudi za vaju. Pač jaz sem videla potem, jaz sem pol cel research naredila glede tebe. Ful si super gost za imeti ga na podcastu, zaradi tega, ker o tebi so napisali že ogromno enih člankov, za kakšne se moraš res potruditi, da dobiš informacije. Za tebe so se kar pojavljale. Jaz sem že mislila, da sem že vse vedela, pa sem še kar nekaj nove prebrala. In v glavnem, jaz sem videla, da sta vidva imela tudi pač skupaj, sta snemala domače, seksi videe. In je bila to tudi ena od teh stvari, na kjer si ciljala, da bi vama potem v bistvu prepoznavnost na kmetiji lahko pomagala? Ali sta to bolj v tujino prodajala? Ne. To je bilo takrat tudi, se mi zdi, čist na začetku najne veze. Še zdaj ne. Čakaj, da sem se v to vrgla že takoj na začetku. Takoj na začetku. Biznis couple. Tako da mogoče to je bila lih napaka, ker če zdaj pogledam, evo, to pa je mogoče res ena stvar, ki obžalujem, pa res ne bi to naredila več nikoli. Pa nisem tak tip človeka, da ima neke obžalovanja, ampak takrat, ne vem, sem bila pač zakaj pa ne, zna biti zanimivo, ampak evo, probam se v moj mindset dati, kaj mi je takrat bilo, da sem to rekla ja, ampak you live and learn. V bistvu je on takrat predlagal in jaz pa ne zdaj, da bo zvenelo, da sem jaz tomu hotela ugoditi, da sem bila bom, ampak mogoče takrat sem vseeno tudi videla, mogoče pa zna biti to neka dobra priložnost. In potem sva se dala v to in nekaj časa je to furalo pol, ampak je ful enega dela to. Zakaj si pa rekla, da je škodilo? Da ti je žal? Pa zato, ker zdaj v tem trenutku, ko sem, to ne bi naredila več. Zato, ker se mi zdi, da pač, kot sem prej rekla, da ful cenim zdaj to neko privatnost in intimo in raje imam, da se nekje pojavim, kot pojavim, zato zdaj pač, da te moji posnetki nekje obstajajo, mi je pač kar mal, a veš... Čudno. Pa še zdaj, ki je zbivši. Ja, se to. Zato mi je, ampak v tistem trenutku sem vseeno čutila, da mogoče je to neki, ampak glej, probaš, vidiš, ni to in so potem videla, da dejansko nama to ne paše, no, ker tudi sva tako začela, da sva ful v to vložila. Nisva to kar tako neki brez veze. Kaj sta opreme, ful pobla tako? Pač ne, prav tako, imeli smo ekipo, snemalno. Ja, to je bilo. Cela produkcija bila. Ja, ker pač sem pa rekla, če hočem, da je profi. Mislim, profi. Da je, ne zdaj, da je neki na pol doma, vse pač s tem ni nič narobe, ampak sem rekla, če že greva, da je zapravo, ne? A pa se nimaš kaj ti. To, kar obstaja, je kvalitetno. Ja, vsaj kvalitetno, evo, to pa res. Tako da, če moraš daj komu pokazati vsaj sram. Ne, so pa, to pa tudi bom rekla, res so lepi posnetki, tako pač tudi sva mogla biti ful kreativna, ker sva rekla, to mora biti, veš, netko neki kaj je bilo že videno, tako pač pa lokacija mora biti posebna. Čakaj, je bilo to tudi tako, ki je na kakšnih ekstravagantnih lokacijah zunaj? Ja, seveda. Nam je zapovedati, če so tu javno dostopne stvari, bo tu vsi šli gledati. Sem da veš, v torek bomo tu vsi že monetiziran to, da boš pač vsaj... Ne, nima pa več tega profila. Ja, ne, to smo mi... tako. To se pravi, zdaj, če je kdo to kam shranil, če ne pa to... Tako, edino, če je res, kot sem rekla, ker tudi ne vem, nisem zdaj to brskala, če je, ker ponavadi to, se veste kako je, neki pristane, nekje pa niti nočeš, da pristane. Ne vem, če je, ampak mi profil sva takrat prav uradno zaprla. Koliko časa sta imela pa to? Imela sva tako, skoraj kako leto, no.
To je kar. Ja. Ampak sva pa bila aktivna, kot pravim, samo na začetku, pač nekih par mesecev in pol pač smo imeli te vsebine iste, ampak to pač, ker je pol nekako še vedno so neki prilivi bili, smo rekli, zakaj bi pa to zapirali, ne? Bomo pač pustili, dokler pustimo, ampak potem jaz sem pač videla, da mal bi se rada v druge stvari fokusirala in se mi zdi, da to mi bo bolj kot ne sam škodilo. Ja. In zato sem pol rekla, da to prekineva, ampak je bilo pač ekipa, lokacije. Ampak se pravim, tudi OnlyFans se mi zdi, da je dan danes, zdaj ne vem, kako je danes, ampak je tudi vse več to, kar mislimo, kar vidimo, da je fulenga dela za tem, pa promocije, pa marketing, pa tako da se mi zdi, da ti, če hočeš res tisto biti top of the top, da ni sam tako, da ti nekaj objaviš, pa posnameš, pa pol magično ti dobivaš, ne vem, neke bajne vsote, ki tako se mi zdi mislijo, da je. Preveč ljudi misli, da je to nek easy job, ko boš to zdaj sam malo se posnel in edina stvar, ki jo plačaš, je to, da bojo zdaj vsi videli tvoj biznis, ampak ni. Ni vse več kot to. Ok, hudo, ful zanimivo. Boš šla brskat zdaj domov. Če ne, po moje, če ta posnetek obstaja, ne bomo rabili niti brskat, ker nam ga bojo poslali. Tako da, če obstaja, tega posredujemo. Zdaj to dajemo v univerzum, da se bo to iskalo in brskalo, prosim ne. Če se boš vsaj lahko dala copyright, da ga zbrišejo. No, to pa Tako da, boš golosti. Da ne boš rabljati tega, veš, iskati zdaj. No, se to, Se pravi, da ene stvari ponavadi ali te najdejo, ali hočeš, ali ne, ko najmanj pričakuješ, se pojavijo. Pa tudi te članki, pa to res tudi so vse zbrskali o meni. Mislim, meni je to zdaj tako smešno, dejansko vse te neke stvari, ki so bile že takrat, prav grejo po istem kopitu, že ko sem bila v Big Brotherju, pa kje sem pela, kaj sem počela, kaj sem delala. Prav tako vse isto gre. Mislim, vem, da razumem, da je to folk verjetno zanimivo, ali pa če je sploh, ker ne vem, meni je to že toliko pač ta izpet zlajnano, a veš, pa Elvis to, pa Elvis uno, pa ampak, a veš, ker te članki, so vsi, to samo jih pobirajo in malo neki spremenijo par besed in je, a veš, in me je to že, vem, da pač mogoče to je ful klikano ali pa karkoli, ampak meni zato tudi zaradi tega se mi je malo zamirilo zdaj vse skupaj to, ker se mi zdi, če nimaš nekaj lepega za napisati ali pa nekaj takega, da bojo dejansko ljudje kaj od tega odkorakali z nekim, ne vem, nekimi novimi informacijami. Pa magari je slaba, sem da piše neki močan, če ga odprem, da imam nekaj od tega. Sam veš kaj, za ljudi je to novo. Pač jaz recimo, nisem poznala iz Big Brotherja in jaz, ko sem te članke gledala, pa sem prav videla, veš, kdaj je bilo napisano in pač niso bili res po Big Brotherju, eni so bili pa zdaj novi članki, ampak kakor si rekla, so v bistvu se ponavlja tematika in to. Ampak ne, jaz teh stvari nisem vedela prej, jaz sem bila tako to ti si jih nisi vedela. Ona je bila pa Rebelde. Nek slovenski Rebelde band je bil, ona je tam pela. To pa meni se zdi, da sem. No, jaz sem bila kar tako, kva vse je ta ženska že naredila. Veš, da je vse te. Dobro ti se pripravljam. Zihar še ne vem vsega, zato jaz sem kar tako, ne bo se spomnim, ker sem bila že tako skoraj vse napisan in jaz tako, prav z računalnik sem si nesla za jesti in jaz tako gledam, nekaj še pišem in jaz tako vidim še kar še nekaj, ne vem, kaj je bilo že, pa jaz tako, to nisem vedela. Veš pa, jaz sem mislila, da si ti zmagala Big Brotherja, ker si bila še Elvis. Da te je pisali, da si pač ta denar porabila za operacijo za spremembo spola in jaz sem bila tako, ona je šla potem tja v Big Brother, tako bila še mlada, logično, in pa jaz tako vidim, da ni bilo tako in jaz tako, in poslušala hitro brisati, levo sem bila tako, ne, to ni bilo tako. V glavnem, ful je enih stvari. Tako da v bistvu prav zabavno je bilo, tako se stavljati malo, tako se stavljati tvojega življenja, ampak pa sem ugotovila, da v bistvu pač tako, jaz sem bila tako, a mesle sploh kaj noga še tako zmislem noga, itak da bom, ampak čist drugače, vse, kar si povedala, je bilo drugače, kot sem si jaz v moji glavi predstavljala. Tako da, mogoče je to ful dobro za vse tiste ljudi, ki pač berejo te članke, da tudi če to bereš, pač nič ne veš. Vse, kar si ti že povedala o teh, mislim, kar je bilo napisano tudi o tvoji zvezi, potem kako ste se spoznala, čist drugače, kot si ti povedala. Mislim, esenca je ista, ampak tako. Ja, površinsko je, veš vse. Površinsko, tiste neke najbolj šokantne, ključne stvari in to je to, ne. Ti pa zdaj ne moreš se, pa tudi jaz sem taka vedno, da rada zadržim nek del za sebe. Ne moreš ti se pa čist biti, veš, vse povedati, vse, ker to pol pa res ne ostane tebi nič več na koncu. Če se ti sam, včasih sem pa bila taka, naivna, vse sem povedala, vse sem to in pol sem videla, da v bistvu sem se vprašala, kaj imaš pa ti pol od tega?
a se zdaj počutiš boljše, ker si ti to delila vse z vsemi. In pol sem videla na koncu dneva, da se ne, da vseeno je pa se preveč razgaliti ni dobro včasih. Tako da zdaj tudi, ki si rekla, dečanke, to je vse napisano, ampak je tako, veš, tudi ni zdaj neki bolj se ne spuščajo poglobljeno not v tebe, ampak samo tiste šokantne stvari, da je pol šokantno pa zanimivo, ampak se pravi, meni je že to tok. Pa še to si jih ti sama povedala. Vse ti sama poveš vse te stvari, ki so oni. Živela sem jih, ne povedala. Živela sem jih takrat, to te stvari, ki sem jih počela, kot sem rekla, nič ne obžalujem. V tistem trenutku sem imela tak občutek, da je tam mi mesto in da to moram narediti. Ampak pač jaz res, ko pogledam tako mojo zgodovino, vsega mojega in življenja in obstoja, je samo eno iskanje, res je eno iskanje, zato, kot si rekla, in Rebelde in Big Brother in to. In zato zdaj sem na taki točki, ko sem se našla in ne grem več v neke take ekstreme, ki tudi vidi, zdaj zadnje čase ni nekih člankov, pa je naredila to, pa je uno, pa to, ker pač čuvam to svojo privatnost, vem pač, kaj nameravam v prihodnosti narediti in se mi zdi, da pač je to pol samo en pokazatelj, kako človek rabi nek čas, da pride, ni iz danes na jutri, ti veš, da si definirana oseba, ampak vsi pač delamo neke stvari, ki mogoče jih zdaj ne bi, ampak nas definirajo, da smo to, kar smo danes. Absolutno. A še zmer poješ drugače? Ne. Mislim, pojem tako za sebe, pojem za dušo. Ne bom rekla, da ne bom nikoli več tudi pela, ker se mi zdi, da tako na današnji sceni danes je ful taka pusta. Pusta? Mislim, ne pusta, tako v smislu, da ni neke take ekstravagantne osebe, ki bi mogoče, malo tako popestrila, tako da mogoče pa spet poprimem, kdaj mikrofon tudi v roke. Ne, je bilo to všečno. Kaj je tista ena stvar, ki bi mogoče rekla, da si jo potegnila iz te zveze, da si se naučila, da pač tako, da si rečeš, veš kaj, če ne zaradi drugega, pa zaradi tega vredno je čez vse to. Pa pustimo zdaj vse, pač vse vemo, da so bile lepe in slabe, ampak tako, kaj je una neka rdeča nit, silver lining? Kot sem rekla, naučila sem se veliko nekega potrpljenja, naučila sem se, kaj je v življenju pomembno, in da se za neke glupe stvari res ni potrebno sekirati in nervirati, ker če ti je nekaj namenjeno in nekaj usojeno, se bo to zgodilo. Sam pač mora priti pravi čas za to. Pa tudi, kot sem rekla, pač ful sem postala, se mi zdi, boljši človek zaradi njega. Sebe sem začela imeti predvsem bolj rada, ker prej mogoče tudi ta njegova ljubezen me je mene naučila, da se moram jaz imeti tudi sebe rada, ker prej sem tudi se preveč razdajala in nisem se cenila in nisem se spoštovala, ampak potem mogoče pa rabiš, da te nekdo ima enkrat res iskreno rad, da pol v bistvu vidiš sebe skozi njegove oči. In to se mi zdi, da jaz sem dejansko dosegla oziroma doživela in tudi zato sem mu pač ful hvaležna, ker če pa kaj me je imel res ful rad iskreno in tega ne bom nikoli rekla oziroma zanikala, pač ful so se imela rada, še vedno se imava rada, no ne more to tudi kar čez noč pol, prekiniti. Tako da, to je kar velik, ne? Tako na koncu, da Ja. lahko rečeš Ja, to, ne? Da ja. je imel me res rad, to je ful veliko. A je bil tvoj prva ljubezen on? Prva prava taka iskrena ljubezen, ja. Si prej mislila, da si ti ne zaslužiš tako nekega moškega ali pa ga ne Možno. moreš Možno. da imeti, tako kot ga lahko imajo vsi ostali. Ja. Možno, da tudi, veš, mogoče Podzavestno. takrat, dejansko nisem to znala si tako razložiti, ampak takrat sem se razlagala to, kot sem rekla, meni se tega ne da, meni se to, veš, ampak globoko sem pa tudi imela mogoče res to in to, vse veš, da kar nekaj čutiš, to daješ ti navzven, a ne si ne zaslužim, si ne, in zdaj, če si ti to konstantno čutiš, to, bolj si tega ne boš niti, ne boš privabil na to. Zato sem potem takrat rekla, da pol, ko sem jaz začela in pač sebe sprejemati končno mal, sem pa se zgleda nezavedno odprla možnosti, da sploh nekoga spustim do sebe. Tako da,
To si lepo povedala. Veš kaj, mi imamo tudi en segment, v katerem pametujemo. Okay. Tako se temu reče. In, to pa rade delamo. Tako. In nam boš pomagala pokomentirati eno sporočilo. Jaz zdaj kar na Redditu to najdem. No. Zgodbe ljudi. No, aha. Tako da. Okay. S fantom se fantastično ujemava. V posteli. Vse ostalo v najini zvezi pa že kar nekaj časa škripa. Ne vem, kaj naj naredim. Vsi mi pravijo, da nobena zveza itak ni popolna, plus res me skrbi, da nikoli več ne bom našla nekoga, s komer se tako fantastično ujameva v posteli. Imava iste kinke, skupaj hodiva na BDSM zabave, točno ve, kje se me mora dotakniti, da mi takoj pride. Skratka, take kemije nisem imela še nikoli z nikomer. Pa je daleč od tega, da pred njim ne bi imela partnerjev. Ampak, ko pa ne seksava, se pa skozi kregava, on je zelo vzkipljiv in občutek imam, da moram okrog njega hoditi kot po jajcih. Nikoli ne vem, kaj ga bo tokrat vrglo iz tera. Nazadnje je imel izpad, ker njegove delovne hlače niso bile oprane. 3-krat sem mu rekla, da prinese, kar ima za oprat, hlač pa ni bilo zraven. Kriva sem bila pa jaz, ker kako mi ni jasno, da on to nujno rabi oprano do ponedeljka. Ali je vredno požreti določene stvari? Skupaj sva že 4 leta. Živiva skupaj. Navadila sem se ga iskreno, ampak vsak dan se sprašujem, ali zapravljam svoje življenje z njim. Zanimivo. No. Ja, jaz bi rekla na to, če je samo seks tista stvar, ki vaju povezuje, se mi zdi, da 4 leta je kar dolgo, da toliko zdržiš z nekom, če se na vseh ostalih področjih toliko škripa. Tako da, jaz kot sem tudi rekla, veš, prej nisem mogoče dokončala, ki se nekaj, da sva se ful imela rada, a ne? Ampak pol pač ugotoviš, da mogoče samo to, da ti imaš nekoga rad, ni dovolj. Da mora ful več stvari funkcionirati, pa neko razumevanje, potrpljenje, prilagajanje. Tako da, če ti sam na nekem področju uspevaš, oziroma če to je tisto, kar funkcionira, pa če tudi sam seks, pa da te to zdaj, če ti je odvisno spet pa tudi, kaj ti je toliko pomembno v življenju, a veš. Lahko so nekateri, ki jim je to ful važno, pa potem zato tudi sam nisem tle razbrala, da je to njej ful važno, da zaradi tega. Ona se mi zdi, da bi rada, da tudi na drugih področjih bi štimalo. Tako da se mi zdi, da 4 leta je kar dolga doba, če ne štima neke stvari, ampak definitivno pa ne rabiš pol biti v vezi z njim pač. Ja, meni se zdi, da to veš trauma bonding, ker imamo pol ful dober seks, ne veš, kaj je to trauma bond. Pač vse je drugače narobe, ampak tle se popravi, tle se pol popravi. Ja, se popravi, ampak se ne, mislim se za en dan. Ali pa za tistih par ur, ne. In pol je tu konstantno, tu so tako zveze, ki so s seksom ful obsedene v bistvu. Ja, ker vejo, da drugje ne more pol štimati. Ker se drugače ne more zregulirati, ne. In tu je tako konstanten pol seks v bistvu. Ampak je sicer dober seks, zaradi tega, ker je tako, ja, to je edino dobrega, kar imaš, ne, štekaš. Ja, kaj pa pol vidve, a bi imeli tako raje slab seks, pa da se na vseh ful področjih ful ujameta in da je to tvoja oseba, ali pa lih obratno? Jaz bi rada, da se na vseh področjih ujamem, pa magari se v seksu najprej ne, zato ker se mi zdi, da se bo lahko tu nekako naučila. Sicer ne vem kako, ker imam jaz težave s tem, ampak zagotovo pa ne bi rada, da sem seks štima. Tu sem imela že večkrat v življenju. Vidim, na dolgi rok pol to ne peljejo take stvari. Ne, se ni nači šlo. Ja, mene je drugače ful skrbel, ker sem bila še z bivšim, pač pa, ko sva šla na razen in jaz sem bila tako, pa on je točno vedel, kaj mora narediti, pa tako dobro je bilo res, pa z nobenemu nikoli ni bilo prej toliko dobro in kaj če z nobenemu zdaj ne bo toliko dobro. In jaz sem imela prav tako, malo sem imela krizo, kar se tega tiče. Pač tako, jaz se prav spomnim, videl, ko sva šla na razen, jaz se nisem toliko, to je bila ena stvar, ki sem se obremenjala, ki je bila dobra stvar, pa sem bila tako, kaj če ne bo, ampak vse ostale stvari sem bila pa samo žalostna zaradi vsega, kar sem mislila, da naj še čaka, vse stvari, ki sem jih imela jaz v glavi, kar se prihodnosti tiče, vse te plani, ki so se mi sesul, ko sem bila krtko, kaj bo zdaj moj life. Pač jaz sem imela tako že vse naplaniran, ne vem, tako enkrat, in da sem se, pač to je bilo, jaz sem se prvi 2 dni sem se sam jokala in eno od stvari, ki sem se jokala, ko sem sam tako kjera budala v TF, ker sva si kupila rolarje. In sem bila tako mi, da sploh nisva šla niti rolat skupaj, kupila sva si rolarje in zdaj se ne bova šla rolat in zelo krtko konc life-a, a veš, tako take stvari, pa seks. In pa sem ugotovila, da v bistvu lahko najdeš nekoga, pa ti je lahko še boljš na konc. Še boljše, ja. Ampak kar misliš, da ne bo in se mi zdi, ko si enkrat v tem, ti je krtko pač, kaj pa če zdaj tega ne bo. Pa kar pozabiš, da so lahko še kakšne druge stvari tudi boljše, a ne.
Tako da jaz po eni strani razumem, ampak vem pa tudi, da pač to ni noben način, da zdaj ustrajaš v takem odnosu, samo zaradi tega, ker je ena stvar dobra in te skrbi, da z drugim partnerjem ta stvar ne bo tako dobra, pa pozabiš, da je lahko 100 drugih stvari dobrih, plus ta je tudi lahko dobra. Mogoče ne na isti način, ampak se pa ne veš, mogoče ti pa še kaj boljšega lahko. Ja, ki po 4 letih se mi zdi, da vseeno vsaj neka druga stvar bi se lahko izboljšala. A veš, kot si ti rekla, če bi bilo vse ostalo cool, pa bi pol se seks s časoma izboljšal. Če se pa po 4 letih nič ne izboljša, pa sam seks ostaja dober. Drugač, glede na to, da ona tu piše po 4 letih, pa začne ta cel spis. S fantom se fantastično ujemava v postelji. Razumeš, njen seks je po 4 letih vrhunski. To pa tudi vsaka čast. To je nasprotje tega, veš, ko pravijo, da moramo biti malo pa skrivnostni, pa se ne razumeti, zato da je seks pol boljši, ne veš, te spore, ki imajo nekaj, kaj jaz vem, ne. Redko komu, da je po 4 letih seks tako ful dober, ne. Ampak jaz razumem, zakaj je to tako. Ja, ker pač drugje ne štima, ker ti tudi s partnerjem, ki si vemo, da hitro potem mogoče niti več tako zanimivo, niti več tako pač tako sočno, mogoče kot je bilo na začetku, ampak pol ti, če imaš res nekoga iskreno rad, to obdržuješ in pač najdeš skozi neko novo spet stvar, ki te bo pritegnila pri tej osebi. Tako da V glavnem, break up. Nimaš kaj pač. Me zanima, kako pa on pogleda na te stvari, kaj je on njemu v glavi. Njemu po mojem je, da vse štima. On sploh nič ne razmišlja po mojem. V redu je pač ona, da ste že dolgo skupaj, v glavnem on je v dolgoročni zvezi, to je združno. V glavnem, če se sprašuje, če zapravlja svoje življenje, z njim. Meni se zdi, da ga ima. Odvisno zdaj tudi, koliko je stara spet, to je povedala. Ja. Pa v vsakem primeru. Pač meni se zdi, da čas je dragocen, ne smemo ga zapravljati. Ne pravo osebo, pa da čutiš, a veš, da ni to, pol je vsak dan, ki ga imaš z njim vržen. Meni se zdi, da že kar na začetku čutimo. Ti nisi to prvi dan čutila nekaj, da je čudno. Na začetku nisi čutila, da je nekaj čudno. Jaz sem vsakič vedela, da tu ni tu, ampak sem se prepričala, da je to tu. Zdaj pa, ali sem jaz glupa, ali pa ne vem. Jaz sem čutila, da sva čist druga, da to, ampak jaz sem imela, to je mogoče moje naivno razmišljanje, ker to sva tudi večkrat imela to debato. Jaz ne vem, mogoče to samo jaz, ko razmišljam. Če imaš ti nekoga rad, potem probaš te stvari, vse bo bilo ok, vse bo funkcioniralo. Ampak pol zdaj vidim, da mogoče temu vseeno ni tako. In jaz res na začetku sem videla, pa to niso neke zdaj bile take stvari no go, ampak sem vedela, da mogoče to da je en primer, tako en tak mehen primer, da si predstavljamo. Da gre z umazanimi nogami na poslo. Pač, ko lahko si fucking obrišeš noge, na začetku me ni motilo in sem seksala v fucking lahko komot na uni posli, kjer je bil en kamenček tam pri nogah. Ko sem šla pa po 2 letih na uno poslo, po šihtu in sem kamen začutila pod kolenom, sem hotela pa ga ubiti. Tako, to je primer. Je dosti dober. Ja, sam nisem odlo odneto. Sorry. Ne, drugače super primer, I love it. Mogoče to bom rekla. On je pač tak, kot sem prej rekla, bom naredil stvar, ko mi paše, nič ne delam, kar mi ne paše, ful je tak trden, kar se tega tiče. In to sem pol na začetku že opazila, jaz pa sem ful taka, da vedno, včasih moraš malo potrpeti, da bo pol nek cilj, oziroma da bo nekaj lepše se zgodilo. On pa je vedno tako gledal, ne, meni zdaj to ne paše, ne bom. Če sem rabila, kaj mogoče v tistem trenutku, ko njemu ni bilo za to, ne, zdaj pa ne gre, ker jaz zdaj ne morem, ker mi ne paše. Tako da to, na začetku sem še malo gledala, ok, to ful mi ni všeč, ta tvoja miselnost, in sem pač, ne da sem ga poskušala spremeniti, ampak sem skušala dopovedati, da to ni življenje, da ti delaš samo, kar ti paše, ko ti paše. Da to tako ne funkcionira. Mislim, v nekem idealnem svetu lahko, ampak se mi zdi, da drugače pa to ne funkcionira. In se mi zdi, da to pač je pol čez čas, se te zadeve niso spreminjale in sem pol sam videla, da dejansko, kot sem rekla, da človek, ki je navajen živeti sam sabo, ki ima svobodo, nobeno ne rabi polagati računo in res dela vse, komu paše, kadar mu paše. Ampak tak človek pol za zvezo ni. Ja. Ker tudi jaz sem bila taka prej. Jaz sem bila taka, sem rada imam svoj mir, rada grem nekam, ko ti paše. Ampak v vezi je to ful, ne da je nemogoče, ampak je mogoče, če se mal drugemu pol prilagodiš in pustiš neke stvari.
danes mi ne paše, ampak bom za tebe se to potrudil. Saj ne bom rekla, da se ni nikoli nič potrudil. Ampak tako neka taka stvar, ta miselnost, ki sem jo vprašala na začetku, kaj je bilo, sem videla, da to pač jaz tako malo drugače sem misleča glede teh stvari. Bi rada, da se drugi tako potrudijo za tebe, ko se ti za njih. Tako, ja. Ampak to je spet pol ta problema, veš, ki vedno iščemo v drugih sebe. In smo potem razočarani vedno, celo življenje bomo tako razočarani. Tako da to moramo nehati delati. Ja. Hkrati pa pol pomislimo obratno, če so pa drugi tega ne delajo, pa še jaz ne bom. Meni se pa bi zdelo ful lepo, če bi v tem trdem svetu ostali mi taki prijazni. Se pravi, moraš, jaz tudi sem taka, mene bi lahko rekla že kdaj, da me je zlomilo in da me je svet zlomil in ljudje, ampak jaz nikoli, vse, kar sem doživela, ni bilo nikoli, nisem tak tip človeka, da bom jamrala, pa to, pa se mi je to zgodilo. Pač te stvari te definirajo, da si ti sam še boljši človek pol. Zdaj ne, da se pustiš ljudem izkoriščati, da te teptajo, da si tiho. Pač jaz sem taka, dokler mene nekdo nekaj ne tika, ne provocira, to jaz ne bom zdaj brez razloga se z nekom kregala ali kaj. Tako da pač, ampak pol, ko prideš do te točke, da da ti ne začne prenese? Je brez veze potem. Zdaj smo pa pri seks igračkah. Okay. Intimni kotiček. A uporabljaš kaj seks igračke ti? Ja, jaz tako bom ti povedala. Na začetku po operaciji sem mogla uporabljati, ne zdaj za užitke, dilator, ampak dilator, ki ga še vedno tudi moram uporabljati dejansko, pač če ti nimaš polrednih odnosov pa vsega. To je pač doživljenjsko moraš uporabljati. Če pa ti seksaš redno, pa ne rabiš tako, tega. Ne rabiš. Kaj je to, vsaj enkrat na teden, da seksaš? Ali enkrat na dan? Ne, veš, čez čas se spremeni, ampak dejansko zdaj po tokem času je dovolj tam že tudi kakih enkrat na teden. Ja. Ti lahko pa svojemu moškemu rečeš, da ti v bistvu tu moraš. Ja, pač. In kaj je vse res, če pa ne bo on, boš pa drugače poskrbela. Tako, ja. Okay. Tako da ampak zdaj, kot sem ti rekla, zdaj sem bila itak v vezi, sem imela, mogoče tudi midva se kdaj popestrila s kako igračko, drugače pa nisem tako ne da nisem ljubiteljica, ampak nisem še niti stestirala neki dosti stvari, ker jaz sem dejansko še ful sveže punca, če tako pogledaš. A veš, zdaj sem bila 3 leta v vezi, punca sem 4 leta, tako da nisem imela niti neki časa ful odkrivati svoje telo, pa če sem dejansko z njim odkrivala sebe. A veš, kaj mislim? A pa si ti prvi tako orgazem po operaciji z njim doživela? Tako, ja. To je pa drugače ful romantično. Ja, ki sem mislila, da je praktično nemogoče. In kaj je naredil, da je pol ratal? Tako, pač, a si bila ful presenečena, a ste se pogovarjala o tem? V bistvu ne, spontano je bilo, ful je bilo spontano, ker tudi jaz nisem niti mogoče lik zaradi tega, če bi jaz ful tuhtala, a sploh bo, ali to, takrat pol ne bi, ampak se je kar tako spontano zgodilo in pač je bilo to je to, pač, ne, to je zdaj ful tako, ti si ta oseba, veš, ki je bil prvi, ki je to, ampak takrat v tistem trenutku res, pač, jaz sem se počutila ob njemu sprejeto. Ker se mi zdi, da tudi orgazem doživeti z nekom je vse prej kot samo tisti dotik. Pač je to važno, ampak se mi zdi, da toliko sem se pa naučila, da če je tista oseba, če ni prava, lahko ne vem, kaj dela, se trudi, pač ne bo tega vrhunca na koncu. Tako da takrat res pač on je bil, ki mi je dajal te vse kljukce so bile, da sem se počutila tako, kot sem se mogla in potem sem se res dejansko sprostila in uživala pač dejansko. A se ti zdi, da ti je težko doživeti orgazem? Pač tako pol prvič je to spontano. A se ti zdi, da pol je bilo vsakič lažje? Ali je odvisno pač, kako si ti sproščena? Ker se vemo, mentalno je ful pomembno. Tako pač, recimo, da bi primerjala prej, ko si pač imela penis, ali pa zdaj, ko imaš piško, kdaj je bilo lažje? Takrat ali zdaj? Pa tako bom rekla, jaz sem tudi ful tak človek, da ful sem skozi v glavi moj in ful skozi tuhtam vsemu in vse opazim in vse začutim in vse vidim, kar se mi zdi, da je to včasih moja lastnost, ki me mal bremza oziroma me mal nazaj postavlja, tako da tudi se mi zdi v odnosu, jaz tako tudi z njim potem včasih so bili kaki dnevi, pa ni šlo, pa smo se trudili, pa ne vem kaj, ampak jaz v glavi neki sem bila ali podzavestno, ali to pa neki tuhtaš, pa to, tako da to sem fulkrat pol tako opazila, da ko so bili taki dnevi, ko sem bila jaz sproščena, ko je bilo vse tako, kot mora biti, takrat potem mi je bilo tudi lažje.
A ne, prej pa iskreno ti bom povedala, prej nisem bila zadovoljna sama s sabo, tudi nisem neki rada se prepuščala odnosom, ker pač ni bilo to in ne moram niti primerjati, ker sploh ni primerljivo s tem, da bi prej rekla, kako mi je bilo prej fajn, kako sem to, ker je bilo vse bolj kot neko eksperimentiranje, ki je bilo z nekim takim grenkim priokusom. In zato se pol niti nisem spuščala v neke odnose, še posebej ne globje, ampak tudi intimni so bili bolj kot taki neko iskanje samo sebe, ki pol na koncu se sam še slabše počutila, tako da sem rekla, da dokler jaz ne bom bila 100% jaz in brez veze sploh se spuščati v neke take stvari, ker pač je bilo res tak neprijeten občutek in sem se ful počutila slabše glede sebe pol na koncu. Tako da definitivno je boljše zdaj, no. Pač tudi tisti, ko ni tisti, se ti trudiš, ampak ne pride tako, kot si ti želiš. A veš, je vseeno boljše, ker pač se ti počutiš v svoji koži in je to. Prej pa, veš, ne znam ti opisati tega občutka, kako je. V bistvu sploh je težko, da je bil prej sploh lahko fajn dober orgazem. Tako, ja, ker ni bil, lahko je bil, pa lahko, a veš, ampak ni bilo to. Jaz sem se, kot sem pravil, na koncu pol počutila slabše. A veš, tudi če ga ne bi bilo, bi se še boljše počutila, ne? Tako da zato pravim, da ni primerjave in zdaj res je to in pač ne morem verjetno, da sem to doživela in dočakala, ki to mi je bilo vedno taka neka želja, ampak do tega priti je bilo res trnova pot, no, ampak evo, danes sem tu in je... Sem vesela, drugače zate. Hvala. A te lahko še to vprašam? Ker ti si zmagala 10 let nazaj, na to operacijo si šla 2022. Tako, ja. Kako to, da pač si toliko časa počakala? Ker imela si potem pač tisto nagrado si dobila, pač to je bilo kar nekaj let vmes. Ja, tako kot sem rekla, jaz sem takoj po Big Brotherju, takrat pač se mi je odprl ta svet, pač ljudje so me prepoznali, jaz sem bila čist, takrat v take družbe slabe sem padla in malo me je od tega cilja, ne da me je odvrnilo, ampak takrat sem tako se počutila pol kar naenkrat malo fajn. A veš, prej sem ful trpela, pol pa kar naenkrat in vsa ta pozornost in to meni je bilo tako, wow, pa se sploh mi ni toliko slabo. In pol dejansko te vse stvari, ki sem toliko si jih želela in toliko se trudila za njih do tiste točke, sem pol malo dala na stranski tir. Sem rekla, pa se to bo prišlo, to bo. Ampak tudi zdaj, ko gledam za nazaj, mogoče boljše, da se je tako zgodilo, ker jaz takrat nisem bila ne psihično, ne sploh pripravljena na kaj takega. Ker to tudi jaz, ko sem šla na operacijo, jaz sem to skoraj 3 leta hodila na psihološke teste, na razne preglede. In jaz imam zelo sem prepričana, če bi takrat šla, da bi te teste in vse padla in po mojem, a veš, bi sam po mojem case zasrala, da sploh ne bi mogla. Da smo celo življenje pa ne mogla. Ja, ker res to te preverjajo, res koliko si ti, pač kako je tvoje stanje mentalno, pač zakaj si to želiš. Mislim, res so taka vprašanja, ne zdaj, da je naštimano, da ti pol zavrnejo, ampak je ful tako, da morajo videti res, da si mentalno pripravljen, da si močen, ker to je res, ni taka mala stvar, ni to operacija nosa, greš pa si čez en teden, že ne veš, da si to naredil. Je ful proces in zato pravim takrat, mogoče boljše, da nisem se jaz v to takoj spustila, pa tudi potem sem na hormonski, jaz takrat sploh nisem bila na hormonski terapiji. Jaz sem takrat potem začela, ko sem začela ta proces in obiskovati zdravnike, sem pač dobila terapijo, ki tudi takrat pol začne spet čist drugače razmišljati. Čist drugače. Tudi zdaj jaz čist drugače razmišljam kot takrat. In zato pravim, spet vse ob svojem času se je moglo tako zgoditi, ko se je takrat, ko sem pol jaz malo se umirila, ko sem videla, da je to malo, da sem zašla zdaj s poti, pravi čas in sem potem se pač spustila v to in je potem tako se odigralo vse, kot se je moglo. Ta pa je bilo ful težko po operaciji. Bilo je težko, ampak spet, jaz prav se spomnim, takrat to je bilo v Beogradu, po operaciji, jaz sem bila, se mi zdi, 2-3 dni še v bolnici, pol pa so me dali tam v nek apartma. Koliko sem bila jaz takrat srečna, pa sem bila tako cela zavita, krvava, hodila se s tistim katetrom po stanovanju, ampak jaz ne znam opisati tega občutka, koliko sem se jaz počutila, to je to. To je to in pač bi šla še enkrat čez vse te bolečine in muke in pač jaz sploh mogoče zato tudi potem sem lažje to vse prenesla in se okrevala, ker je bilo pač, to je bilo to, zato sem se trudila, zato
to je zdaj pač sam za zraven. Ne? Zato pol mogoče tudi jaz sem taka, da včasih pa neki jamraš za to pa to. Pol, ko neke take stvari doživiš, vidiš, da res vse ostalo je mači kašelj. Tako da ja, je bilo težko, ampak ja, takrat tudi moj oče mi je ful pomagal, takrat sem bila pri njemu dol, je pač pazil, ker jaz tudi nisem mogla niti stati na nogah dolgo. Ne? Jaz sem se lahko tisti se vstal to, ampak še kot sem rekla, še po enem letu oziroma pol pa po letu pa pol tudi evo, ko sem imela redne spolne odnose, sem še vedno bila tako, veš, te malo zaboli, ko vstaneš, ko se usedeš. Sem bila tako malo, vseeno je še vse občutljivo, v takem krču sem bila tako, da pol moram reči, mogoče res dobre 2 leti, da je da tako, da mislim, da ti mine dan brez, da o tem razmišljaš, da me malo boli, da me da ti je neprijetno. Tako da takrat pol, ja, 2-3 leta sem rabila, da je pač to... Skor veliko. Ja. Nisem imela tako dolgo pojavanje. Ja, jaz tudi ne, nisem, evo, tudi zanimivo, da takrat jaz nisem se nekaj pozanimala, kako to, kaj to. Pa če sem šla tako, pa sem vedela, da je to, nisem nič zbrskala, zdaj kakšni so stranski učinki, kakšno je okrevanje, kaj bom jaz... Si sploh pogledala, kako to naredijo? Valjda si. To sem pogledala, pač neke posnetke, tako na hitro, ampak pač pravim, to vsi tudi, ko so sam videli, so rekli, o moj bog, kaj to, a si normalna, pač, ampak jaz sem rekla, pač, ja, glej, vem, da zgleda tako, kot zgleda, ampak to je pač žal. Pa si, če nekaj veš, da imaš namen narediti, pa da je to nekaj, kar moš narediti zase, si po eni strani boš, da ne veš vseh tistih detajlov, ki ti je pa še boš že en korak naenkrat. Ja, to pa je res, tako grem jaz čez življenje, brez razmišljanja. Polkar nekje si, veš, se tako zaveš, pa je kar v redu, ne? To si jo pa lahko sama dizajniraš, pa ti oni tako rečejo, da lahko izbereš, kaj ti narišejo, ali ti 3D model naredijo, ali kako to zgleda. Ja, jaz takrat... 10 različnih rečejo, te znamo, zdaj pa izbere, no? Ne, jaz takrat se me zdi, da nisem neki niti komplicirala, niti nismo neki se ful pogovarjali o temu, pač jaz sem rekla, naredite tako po zmožnostih, oziroma tako, da bo najbolj funkcionalno, najlepše, da bo izgledalo, ker tudi zdaj ne more iz vsakega penisa narediti iste vagine. Tako da pač zdaj nisem jaz hotela nekaj tam še komplicirati, pa nekaj oteževati mu življenje temu kirurgu, ki je že tako zahtevna operacija. A veš, to vseeno traja, se mi zdi, da je 10 dobrih ur je to trajalo. In takrat jaz sem pač, on je rekel, to bomo naredili super, to tako, jaz sem mu popolnoma zaupala. Tako da nisem pol neki, ampak jaz sem pa slišala, da tudi obstajajo katalogi, da se ti lahko zbiraš, pa to, tako da pač ja. Jaz nisem slišala. Ja, si rekla, tako, kar bo meni pasal, vse me vidiš, naredi, ko se bo jemal. Ja, tako, da bo tako, ko mora biti. In tudi zdaj danes, ko pač ljudje to vidijo, pač rečejo, da ni nič neki, da bi tako izgledalo nekaj nenavadnega, ampak je dejansko, to sem jaz. Prava piška. Ja, tako, ja. Glavno, da smo pri seks igračkah še zmeraj. Ok, ja, smo malo zašli. Tako da ja, ful bi rada zdaj tudi kakšne seks igračke probala, pa to, ja, tako da sem zelo odprta, zdaj sem tudi dobila za darilo, ene take posebne, tako da komaj čakam. Kakšne imaš pa potem bolj rada, ali bolj za zunanjo stimulacijo, ali za notranjo, ali za kombinacijo? V bistvu kombinacijo, no, kombinacijo. Jaz imam kombinacijo. Ja, ok. Aha, to pa je pravi. Fora je, da ima Sara sex shop, Pitch Pop, in potem v vsaki epizodi pač mi dve testirava neko seks igračko, ki jo potem predstavlja. Jaz sem si tokrat izbrala tegale, ker sem ga imela ogledanja že zelo dolg časa, Jamlin. Ja, ali se je ta del? Ja, če sem požgala. Fora je, da imam jaz ful rada take igračke, ki so narejene na tak mlin. Zelo velik skeptik sem bila, preden sem jih probala. Pa sem pa ugotovila, da je to tako najboljši približek oralnega seksa, ki ga igračka lahko da. Ker je kaj en jeziček, sicer je ful jezičko, ampak pač tako, kaj je to, da probam, kako to... Kaj je to na teb, imaš v bistvu občutek, kaj da te en pač konstantno liže. In je prav tako, najboljši oralni seks, kaj je nekdo, ki se ne zmatra, kaj je nekdo, ki ne spremeni ritma, takrat je najboljši, ker je res konsistenten. In podi tako lahko spreminjaš, pač, koliko se hiter vrti in vse. Nujno moraš lubrikant uporabiti, ker na suho, pač se veš, tudi na suho, da te liže ni dober. Edino, kar me je skrbel, je bilo to, da se ne bo dobro prilegal. Pač, ker pri teh je vedno loterija. Ali ti bo zadel zdaj na klitoris, ali ti ne bo zadel na klitoris. In pač meni je bil perfekten. Pač zgleda ful dolg, ker sem tako, pač to bo šlo ful pa delač noter, pa ne gre za te, ker v bistvu mora iti sam do sem,
pa ta del v bistvu se ti pa že ustava na ščegiju. Ampak posega pa lahko tako še se malo gorno odpurineš, če hočeš, da imaš še malo bolj te globine. Pač res mi je bil dober, ko me je res do konca noter zadev. In meni je to ful všeč, da me tako res do konca. In ta del je bil točno tam, kaj je mogel biti. Ta del še tudi vibrira, ta zgoran. Se pravi, was made for you. Res. Ja, drugače si tu ne bi nikoli take igrače kupila. Ko tu vidim... Ja, se ti pravi, jaz mogoče sem to, pa ne, da sem neki starokopitna, ampak tako, a veš, jaz pač imam rada ta pravi seks in zato tudi zdaj nisem neki to niti koristila, ne kupovala, ampak zakaj pa ne, no, pa definitivno rada probala. No. Jaz ti to kar priporočam. Ok, da sve. Tak močen je, fajn je, tako dober. Tako res sem ravno, ali mi pač vsaka stvar posebej mi je všeč, ampak pol zdaj v kombinaciji kako bo to vse funkcioniralo. Ker pač res, kva sem imela pa že zanj še enega, tistega, ki sem ga imela pa zanj, tisto je bil, en roza je imel pa tle tako bunko, ki je kao stimulirala ga točko, ampak je bil pa tudi full dolg in ta del nikakor ni bil na ga točki, če sem hotela še, da je to na klitorisu. In tist se mi ni tako dobro prilegal, ta ne vem. Ja, to je res od osebe. Sploh ne moreš vedeti, po mojem, preden kupiš za velik te grebi to, ne? Ja, malja loterija. Pač pri temu, če imate tako, kaj jaz, bo vam full over. Ne, fajn je pol tako, ker lahko primerjajo zdaj, če so že kupili kakšno igračo, ki si jo ti povedala, pa jim je bila všeč, je veliko možnosti, da jim bojo še naprej všeč, ne? Jaz bi mu dala 10 od 10. Res. Všeč mi je in debelina, in dolžina, in moč, vse. Dobite ga na pič, pa poskodo med nama 10. Approved. Bravo. Ja, sem bila ful vesela. Jaz sem bila pa malo manj vesela. Tu je en tak, ki pulzira. Ok. Kako smo ti mislili? Jaz sem mislila, da bo tako piha, zrak, tu je neka od spodi deskica, mislim, disk. Ja, in še vibrira. Zdaj, kar je meni težava pri tem je, da talele je na zelo mehni površini, pa nima toliko ful premikanja. Tako da, ko si ti v nekem elementu, pa daš tu tam, ko hočeš dati, ne veš, kam si položil, niti kako si obrnil. Res, ker je tako skoraj nič ne gre ven. Tako, boš pol potipala, sploh če pritisneš, kar neha, veš. Daj mi vrš. Lucija, fuck, I'm so sorry, jaz pa tu res sem slaba. Shit. Čeprav meni pa tako na prstu mi je všeč. No, ta je podoben tistmu, ki je kot curek vode. Ponovadi taka stimulacija, ki tapka je kot curek vode. In unga, ki si ti imela, je bil meni, unga imam jaz doma isto ful dober. Ta pa mi ni dober. Zanimivo. Te zanima? V glavnem, jaz nisem mogla s tem krogcem nikakor, da bi tam nacilala, kjer bi bilo meni dober. Ker nisem pol več čutila tega. Jaz sem bila že čisto mrtvičena pol od tega tresenja. Ampak, ker sploh ne trese toliko velik. Pa jaz sem dala zdaj na najmočnejšo. Ki zdaj kar trese. Jaz sem pa nisem. A si sploh probala na kaj? Ne, na najmočnejših nisem. Jaz najnižje uporabljam. Če mi pa uno preveč, sploh ne probam. probam. Če ti pa premalo, pa lahko povišaš. Ne probi še enkrat. A ti si kar na prvo stopno dala in si prvo pa na drugo jaz ponovadi uporabljam, ker so mi une Ja, lej. Ja, pa če ti pa premalo, pa lahko povišaš. Lucija, ne, ni res. Da tukaj meni, ko pride, mi je vse preveč. V tistem trenutku mi je preveč in jaz ne morem tu vmes med tem, ko mi pride dati na minus. Kaj pa če ti preden ti pride? Kaj si še na unmu? Pa mi pa ne pride. A pa ti pa prehod spremeni. Ja. Tako da, zato, lejte, fajn, no, mogoče pa, če ste take kot Lucija, vam bo tudi ta všeč. Drugače ni nič narobe s to igračo. Samo jaz pač, je pa res, da imam jaz večji klitoris, kot navadna punca. In zaradi tega se mi zdi, da je tako, ker pač, ne vem, nekako, da ga ni dobro bil to. Kaj pa, če bi si ga dala tako čez kožo? Pa kako naj najdem jaz zdaj klitoris čez kožo s tem? Se ne rabiš direkt na njega, se lahko malo te posredne stimulacije, a to ti pa ni všeč. Da ni direkt na njemu. Ko meni je to včasih fajn. Jaz sem še dlake, kako zdaj naj to? To nima veze, to nima veze. Pač daš si tako usnice skup in potem tam približno, kjer je pač klitoris in itak se to prenese v te vibracije. Lejte, bom vam naslednjič povedala. V glavnem, zdajle jaz nisem s tem mogla absolutno nič najdeti in nisem niti vedela, kako je obrnen, ker mogoče si ga imela narobe obrnenega. Si čutila. Ne, tako ne. Če si rekla, da niti ne veš, če prav obrnena. Ja, ne, prav veš, ti si bila tam tako malo. A niso prša navodila zraven še? Ne veš, na kateri poziciji je obrnen, ne vidiš. Takole, ne veš, ali je tle tako na klitorisu, ali tako na klitorisu, nič ne veš. Da ti ga mi jaz prša držata, prav.
To mi pa sploh ne bo prišlo. To pa ne vem, da. Zaradi živcev mislim. Jaz mislim, da bom možno začela priložnost. Jaz tudi. Sem mu dala že več priložnosti, ampak mu bom dala zdaj res še eno, pa Daj bomo na videli, no. 4. stopnjo. Prav bom dala na višjo stopnjo, veš pa, zdaj jaz uporabljam tako vse igračke naenkrat, ne. Zdaj in potem ne moreš dati kar vse na višjo stopnjo, ker pol raznese tako hišo. Aha, ja. Tako da, lejte, pičpop.si, koda med nama 10. To je to. A ja, oceno pa dam tej... Ne moš mu jo dati, 1 od 10. Res sem se mučila sem se. Koliko časa pa si se mučila? Preveč dolgo, toliko časa, da mi je šlo že na živce, pa sem reči, če mi ne bo zdaj prišlo, bom jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. Ja, ni za tebe, Pol, ni za tebe. Ne, zgleda, ja. ni. Ja, škoda. Ker drugače nimam težav. No. Za mene še zmeraj zanima, ali bi ti bil boljši, če bi dala na višjo stopnjo. Bom ga probala še. Daj pris. Ker tvoj Tap and Climax 2 mi je bil ful dober. Ja, meni je vrhunski. Ja, sem malo drugačen. Ja. No, lejte. Cool. To je to. Okay. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš 2 izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pičva.si. Za konec imamo pa še eno igro. Never have I ever. Si se kdaj igrala to? Big Brother. Pa možno, da sem se, ja, sam ne spomnim se kdaj, pa zih smo ga kaj pili zraven. Ja, tako da zato se bolj ne spomnim. Tukaj se gremo brez pitja, Okay. se gremo pa s prsti, tako da boš prste dol dajala. Za vsako stvar, ki si jo že daš nov prst dol, in Okay. tisti, ki ima največ prstov dol, gre na koncu v zapor zaporedne. Imamo tudi lisice tam. Okay. Pridejo te policaji. Se, če ne razumeš, boš videla zdaj, ko bomo dali. Ja, bom prste prvega. dol, pa. Tako. Okay. Pa gledalci se z nami igrajo, tako da smo Okay. vsi skupaj. Okay. Nikoli nisem zmagala v resničnostnem šovu. Če si daš prst dol. Šok, pi je dala prst dol. Nikoli se nisem bala kokoši. Jaz sem se petelina bala. Sorry, tako jaz da sem se dala tudi prst enkrat, dol. ki je za mano tekel. Sploh ne vem, zakaj to počnejo. Res so Ne, strašni pač, kokoši. ampak jaz nasploh, jaz pirnate živali, jaz pač pirje ne morem. Jaz imam tako fobijo, že pred golobi, da golob pride v baru pod mano, jaz pač tok skočim, jaz ne morem, pa lepe živali, vse ne bom nič rekla, ampak pač fobijo imam dejansko pred pirjem. In to... Imaš zdaj kaj manj? Makaki, mislim, ne, pa tam nekako sem mogla sobivati z njimi in pač sem se mogla dati v njih mindset, pač tu si, veš, ne moreš se zdaj ti še bati, pa to in res vsaka mi čas, jaz sem hodila v njih kurnik, mali, ozek, hranila jih in še moj bog, ko prineseš ti hrano kuram, ko to vse na tebe grejo, jaz sem samo tako rekla, prosim, samo v miru, da sam dan pa čim prej grem stran, ampak ni to nikoli bilo tako mirno, ki to so pač te obkolijo, ko ne vem kaj, še tebe, da ne pojejo zraven. Okay. Tako da ja, ne, ni nič manjši ta strah. Okay. Ja. Če si jaz predstavljam, jaz se ful bojim teh smrdljivcev. Okay. Da bi jaz smrdljivce hoditi hraniti, Ja, pa da bi spala pač v istem prostoru, kot oni hodijo. Ti si spala v istem prostoru kot kure? Ja. Ja, kure, mislim, v hlevu tam, hlev je hlev, Skozi, pač tuk. živali so vse posod, ne. Ampak kdaj pol na kakšni tvoji nad polštru ali pa kaj? Ne, ker jaz sem na srečo vedno spala v zgornjem štuku, tako da do gor niso prišle. Okay. Ampak spodaj pa so bile, tudi veš, si mislil, da si jih pol nekako vse nagnal iz tistega predprostora, ma vedno nekako se kaka znajdla nota. A Ne? se kdaj kakšnemu pokakala na posteljnino? To ne vem, če se je, vem pa, da so jajca valila vse posod, tudi tam po naših stvareh in po vogalih. Tako da na začetku mi je bilo ono, kje so jajca. Ni bilo jajc par dni, tudi par tednov, je bilo vsi koliko malo jajc. Pol pa mi smo najdli tam za poslami v nekih kotičkih po take kupe tistih jajc, ki so zgleda si najdla neke skrite kotičke, ki mi je bil zgleda vseeno šok tam, ki je bilo toliko novih ljudi in so se hodile skrivati, ampak pol so se navadile in so konstantno tam hodile. Ne? Tako da pol smo videli, ja. Pač kokoš gre vedno tam na mir, da jajca, ne? To sem se navadila. Tako da, ja. Okay. Nismo tako drugačne, no. Sam nazaj, tako Aha, super, tako imaš. se, Ja.
Nikoli se nisem zaročila po 2 mesecih zveze. Oh. Je dala prst dol. Nikoli se s partnerjem niso posnela med seksom in potem to objavila na internet. Je dala prst dol. Ja, meni bo zmanjkalo roke. Sej potem je še naslednja. Nikoli nisem predolgo vztrajala v zvezi, ki ne imela prihodnosti. Zdaj smo dali prst dol, Sara je dala kar vse. Nikoli si nisem uradno spremenila imena. A si ga uradno? Ja. Ti je dala prst dol. In nikoli nisem bila glava družine. Tle moraš pa ti ene pari. Pa je že konc. Ne vem, kako je to možno, ampak Pija je zgubila. In zdaj, a si bila že kdaj v lisicah? A te lahko uklenemo zdaj? Lahko motja, valjda. A si bila že kdaj v lisicah? Ja, sem bila, ja. Superca, pa ti to ne botuje. Medtem pa lahko poveš, kje te lahko ljudje najdejo, če imaš kakšno stvar, ki bi rada jo spromovirala, vse te stvari. Ja, zaenkrat na Pija Filipčič povsod in na TikToku in na Instagramu. Pač bodite pozorni, zdaj kmalu prihaja neki ven, kar sem že zelo dolgo pripravljala in sem zelo ponosna na to. Ali lahko še namig? Ali pa vsaj kdaj kmalu? Ko se bo kmetija zaključila. Okay. Ko se bo kmetija zaključila, tako da zdaj, da damo ta čez to pač to tlako, kako bi lahko rekla, ker kar ne neha in ne neha. Ampak ja, potem pa pač bojo prišle te lepe stvari, zaradi katerih je bilo to vse pač vredno. Kaj za jesti? Ne. Mislim, lahko tudi poješ to, no, ampak ni Ni za jesti, ampak če želiš, lahko tudi poješ, ampak ni. What the fuck? Tu je pa uganka. Ampak ne v smislu, da pač lahko tudi, ne vem, poješ. Lahko poješ, tudi te lisice poješ lahko. A veš. Zdaj gledam jaz na TikToku enega tipa. Okay. In si da, koliko časa bom potreboval, da pojem ta ananas in potem reče, mogoče 20 minut. In potem začne ta ananas jesti z lupkom ured. In on začne grist. Oh my God. In potem mu je že kri tekla. Potem je bila že tako kri na ananas, ampak on je tisti ananas kar jedu. In ne samo ananas, in potem je jedel lubenico z lupkom. In potem pač ti ne smeš sploh to lupka pojesti, te pa je lahko slabo pot. Kaj je to na tebe neke čudne strani na TikToku vodi? Zdaj, ko si rekla, da lahko ti lisice poješ, sem se spomnila. Ja, ne, pač to sem rekla, da ne, ampak vse, karkoli bom izdala, boste takoj vedeli, kaj je. Ker je taka stvar, da se mi zdi, da vsak namig se bo hitro. A veš, zato pač brez veze pol, da malo se ugibajte. Je pa tako definitivno on my brand, pač kakaj sem jaz. Je za punce? Tudi za fante, no, tudi za fante. Jaz bom tiho ostala. Hvala za ogled. Za pozornost. Hvala tebi, ko si prišla. Ja, se res. Še se to. Sem se to spoznala. Hvala vama. Kva še to mi povej? Kva se je zgodilo z unimi slikami, ko ste se za kmetijo slikali? Jaz, ko sem te tam videla pa v kmetiji, to so 2 druge osebe. Ti sto klepa na unih slikah, pa ne vem, sploh nisi to ti, čisto na drug človek. A to je šel tvoj doppelganger se slika? Ne, veš kaj ti bom povedala. Takrat je bilo tudi tisti fotoshooting, zdaj ne vem, ali je to kaj vplivalo, jaz sem bila toliko presrana. Pa imam izkušnje in s televizijo vsem, ampak jaz sem bila takrat tudi, kot sem rekla, od zunaj sem pač prišla, kva bo to. In po mojem sem bila v takem nekem krču, da nisem znala tisto sproščenost dati mogoče na kamero, ki se pa potem pol noter, pač jaz sem se, ne glede na to, kako sem se slabo počutila in to, se mi zdi, da nekako res sem svetela, no. Se mi zdi, da ki tudi ljudje rečejo, da vsak teden boljše zgleda. Ne vem, a veš, in pač pasala mi je ta narava, pasalo so mi živali. Razen kure. Ja, razen kure, seveda. Vse mi je pač bilo fajn, ker vseeno ti si tam zaprt, ampak nisi ti zdaj, te ne mučijo, vseeno imaš za jest, imaš vrt, imaš hrano. Se pravim, če sem imela kak slab dan, sem šla do kakšne živalce, jo malo pobožati, pač mi je takoj dalo energijo. Tako da jaz pravim, ne glede na vse, pa to od odzunaj pač me je motiviralo, pač ti lahko se noter ne razumeš, kregaš če veš od zunaj, da te čaka nekaj lepšega in boljšega, pol veš, zakaj se trudiš. Tako da
mogoče je zato v tem bil ta trik. Očitno mi pa kmetija paše, ne vem, pa niti ne vem, sem prikrita kmetica, mogoče noter. Mogoče bi vsojeno, da eni kmetiji živim, ne, nikoli pa ne veš. Sem jajc svojih, ne boš imela, ampak lahko imaš pa mleko. Ja. Ali pa bo imela, bo nekdo drug skrbel za to. Veš kaj, če si lahko, zdaj boš pa pol še za jajca. Ja, Bog pomagaj tam, zakaj sem vse skrbela, bo to malce. No, vidiš. Le, koliko znaš zdaj več stvari, kot si šla tja, ne res? Pa še sploh takih, ki si ne bi nikoli mislila, da jih boš kar znala. To mi je bil cilj, pač, da tudi dejansko se preizkusim v nekih stvareh, ki se jih ne bi, pa verjetno tudi mogoče res nikoli ne bom imela priložnosti. To ste mi dali, ker ne morem več namikati. Viš, bi mogli dati na začetku. Tako da sem pač res ponosna in ne bi to bi še enkrat, mislim, ne bi šla še enkrat, ampak pravim, da ne obžalujem, da sem šla, no. Tako da bi se še enkrat isto odločila. Sem se pač ful nekih novih stvari naučila, spet tudi o sebi in tudi res neke te stvari, ki jih ne bi po mojem nikoli delala, tako da sem ful vesela za to priložnost. Tako da gledajte še naprej, navijajte. Ja. Bomo. Ja. Ok, in mi se pa vidimo naslednji ponedeljek. Adijo, lepo se imejte.